ne rentajte luksusnega avta. To pa samo iz tega razloga, ker se morate zavedati, da depozit vam bo šel v stran. Vsaki odsek, ko ga ti narobe zapelješ, je plus 20 minut in sem se zapeljala skoraj v tisto luknjo, nisem se, pol pa sem vseeno se. Torej si se. Ja. Tebe zategne in jaz sem se nagnila nazaj. Jaz sem imela občutek, da bo meni vse med nogami narazno raztrgalo, ker sem se tako strašila. Reče, ja, to bi zdaj bilo perfektno, to bi zdaj sigurno lahko nekdo bombo vrgel. Če ti poskrbiš, da pri vsakem obroku dodaš neko sadje zraven ali pa pri vsakem drugem obroku, bo to potešilo tisto neko željo po sladkem. Naredili bomo tudi tako sem rekla, giveaway. Oba z Gašperjem smo menjala trenerja. Hello, preden te spustim v današnjo epizodo, se želim zahvaliti tebi, ker me podpiraš in pa svojima dvema glavnima sponzorjema, Swai in MyProtein. Tukaj zgoraj imate Swai kodico, ki vam prinese 10%, spodaj pa imate kodico od MyProtein. To je to, hvala še enkrat in uživaj v današnji epizodi. Dobrodošli v prvi epizodi tega leta in srečno novo leto. Danes je 4. januar in z mano je Gašper, kak si? Po Dubaju fenomenalno. Malenko še se mi zdi, da v tistem, bom rekel, nekako obdobju nazaj, ampak zaenkrat sem se kar sestavil nazaj, moram reči. Sma se. Ja, bila sem v Dubaju in fora je bila, da jaz sem pač prvo smo gledala, kam bi šla in jaz sem dala tak neke opcije, ja, mogoče kaka Tajska, pa kaki Bali, pa je bil Gašper tak, ful je sodeloval, ful se je trudil, da bi pač to, kaj je meni všeč, da bi gledala, pa sem videla že gledala, pa bi tak, ja, pa to mi ni tak videl si mu, da mu ni najbolj, ampak si se ful trudil. In pol je bil tak, da bi on v Dubaj in pol takoj, ko smo začela Dubaj, tako so se ti kar očke zasvetle, tako da, ja, sem takoj vedela, da bo to nekaj za tebe. Je bila moja destinacija že tako od nekdaj, ko smo z družino bili tam, ne direktno tam v drugem Emiratu, ampak ko smo bili za en dan tam, sem rekel, da bi še rad enkrat to izkusil, definitivno pa še večkrat zdaj, ne. Tako da je bilo res ena lepa izkušnja, moram reči. Fora je bila, da jaz sem pol, ker Gašper je imel tekme, ne? Ti si kdaj končal tekme? Čakaj, v Londonu smo bili 14. septembra tam nekaj. In Gašper tako meni rekel, joj, pa jaz še ne bi šel novembra, pa pol še ne bom iztekem, pa ono tisto. Gašper, ti si rekel, jaz bi šel decembra. In jaz pogledam karte in jaz se tem rečem, ok, Gašper, ampak veš, kak so decembra karte dragi? Jaz bi šel decembra. Gašper, decembra bomo dala 4 ure samo za karte. No in pol smo našla, in pol sem jaz našla, mislim, da od 22. novembra do 5. decembra. In sem ti tako rekla, gremo to, jaz si bil tako, to je ful dosti, jaz sem mislila sicer prvo za 17 dni, pa smo pol za 14 dni, ne? In kaj ti je bilo dosti? Pač Mila, dansko smo samo 3 dni, če tako pogledam, zdaj smo 3 dni rabila, smo se klimatizirala. Ja, pa še to se nismo. Pa še to se nismo. Pač nismo se. Koliko vidiš, koliko stvari lahko delaš v Dubaju, se mi zdi, da je vsaki dan, ko mine, praktično brez veze, pa gre skozi tebe celoten čas, pa vse skupaj in je bilo res teh 14 dni, ono, pač 1, 2, 3 je bilo skozi, ker je bilo vsaki dan nekaj. En dan je bila Marina JBR, en dan je bila Burj Khalifa, en dan 3 dni so bili Dubaj malo, samo da si čez njega prišel. Pač to je res en taki Emirat, pa vse z razlogom potem to, ker ima res nek visok standard nosi ta Dubaj. Pa vem tudi zdaj zakaj, definitivno. Ti si imel pol na koncu čisto tako neko obdobje prav depresivno, prej smo šla domov, ne? Kako si se takrat počutil? Pač neprijetno, mislim, ni mi bilo neprijetno, res sem rad tu, kjer sem, ker me pač noben ne omejuje, nimam nobenega pritiska, ampak sem že vedno nekako, vedno sem strmel po nečem tak višjem, pa ne zaradi življenjskega sloga ali pa Dubaja, ali pa zato, ker je to Dubaj, pa zato, ker so tam res elita ali pa karkoli, ampak že avtomatsko, zakaj sem se nekaj začel zavedati, ker sem videl pač, pa govorijo ljudje tega za brez veze, koliko dansko priložnosti je tam to, da jaz pridem v fitness, pa da se na random vsedem, poleg menedžera vseh osebnih trenerov, ko je imel potem ta warehouse gym, čez pa vse osebne trenere, sem bil tak, se začnemo pogovarjati in pač tu je bila že ena ona priložnost, katero bi pač lahko vzel, ne, ko bi pač se lahko samo bi se predstavil tja, je pa potem pač spet dejstvo, da moraš pač ene stvari tu še pustiti, pa glede na to, glede na starost pa vse skupaj, ni starost ta ovira, ampak še imam nekaj stvari tu potem definitivno za urediti. Imam še malenkost
za realizirati nekih ciljev. Ampak, ja, marsikdo bi rekel, da ni Dubaj, ampak jaz dobro, mi smo vseeno med njivami pa gozdovi doma. Jaz bi sigurno to pogrešala, ampak Dubaj, če gledam jaz, bolj jaz bi šla recimo od novembra do aprila, pol na 60 stopinjah ne bi bila, ker to je meni iskreno kar nekaj, da greš iz klime na klimo, normalno niti ne moreš živeti. In da si veš tako malo tu, malo tam, ampak sej malo tu, malo tam je pač najdražje. Mi da smo gledala ti si gledal za 1 leto stanovanje, ne? Sploh ne moreš dobiti za, ne vem, pol leta, ne? Ali pa lahko, če si, ne vem, prek Bookinga nekaj bukiraš, kar pa tako bankrotiraš. Dobiš preko Airbnb, ampak pač tu so potem spet te dodatne tarife, tako je pač tu po mojem najboljše, da če nekoga tako poznaš tam ali pa če imaš kako vezo, se mi zdi, da je res nekako najboljše, da preko njega potem to rediš, ker tam pač je teh nepremičninarjev ogromno, ko imajo pač 2-3 stanovanja, če davajo avte v rent, pa ima nekdo 50 avtov za 1,5 milijona plus za rentat, potem mu verjetno eno stanovanje, ko je mogoče pol cene, tega ni problem. Ja, točno, avto smo rentala. Meni je bilo tako dobro, mislim, naj se Gašper odloči, jaz nisem bila tako wow, let's go, ampak je bilo pol full fine, ti pa si. Jaz moram reči, da je bila to res ena... Prvo kot prvo, vsi tisti, kateri nameravate v Dubaj, ne rentajte luksusnega avta. To pa samo iz tega razloga, ker se morate zavedati, da depozit vam bo šel v stran. To so pač oni, verjetno te vse stvari nastavijo, da neko prasko bo tam našel, pa tudi če nisi poškodoval avta, boš vedno depozit pustil v stran, poleg še tiste dnevne tarife, kaj pač moraš za avto plačati, ampak se mi zdi, da je bila res ena taka izkušnja, sploh tisti, ko sem se prvič sedel v avto, bila je Corvetta, 24-letnik, kabriolet še celo, se kabrio pač z razlogom zaradi Dubaja, sem potem pač ta kabrio, mi je nekako v oči padlo, ker sem na koncu želel tudi ta, bom rekel, malo bolj view, ne, ker je vseeno se voziš v mestu betona in je pač lepo take stvari videti. In je bilo res prvi tisti večer, sem se sedel v avto, kaj smo se vozila, 1 uro bolj pozno smo prišla na lokacijo, ko smo mislila, ker je... Sploh nismo prišla na lokacijo. Sploh nismo prišla na lokacijo. Mi smo se že 3-krat skregala, zato ker jaz sem hotela iti, jaz sem že bila tako lačna, res tako sem bila lačna, da mi je že bilo slabo in Gašper mi reče, ja, pridi, oni so zdaj dol pripeljali avto in jaz mislila, da bom mi da pač šla po avto, ga dala v garažo, šla gor, ker smo si kupila v trgovini neke cheeseburgere, ko so bili znižani, pa še nekaj, in sem jaz tako 53 cheeseburgera naredila, pa ga več nisem mogla, ker mi ni pasalo, pa sem si ga pustila za potem. Jaz sem bila tako lačna in sem bila tako vrel, šla sem tako oblečena na neki papuči, kar nekaj, jaz tam vredo, zavoma to, pa Gašper se bi šel voziti, jaz tak, gremo ti nekam pojesti, ker sem ful lačna in polna stojim jaz do tega lavaš restauracije 12 minut, ne, na koncu smo se že vozila 40 minut, ker vsaki odsek, ko ga ti narobe zapelješ, je plus 20 minut. Ja, enkrat sem jaz zafrknila, enkrat je Gašper, ker jaz njemu kažem desno, pa gre on ravno, vas tak... Težko je iti desno pa ravno, ko imaš 10 izvozov. Fullo si je pasal in če niste res izkušen voznik, pa ti ful dobro voziš, ti si odvedno dobro vozil, pač ne naredite avta, rajši se vozite s taksi, zato ker jaz si ne bi upala ni šans v lifeu. Ne, pa taksi so... Jaz rajši grem peš 30 minut, ko da ne. Taksi so fest poceni, zato ker je benzin tam pač... Džabe. Dobesedno džabe. Jaz mislil, da se mi dobesedno, da sem pač kaj vzel v hotelu, preden smo se mi šla voziti, ker ko se je pač plačal tisti benz tam 98, ka super fuel. Pa ful malo žere, Corvetta. 40 evrov za celi tank, sem bil tak, to je pač čisto nekaj drugega, se z razlogom se potem tam vozijo z V8-kami, mašinami, ko pač imajo ogromno porabe, pa so potem tudi to SUV, pa terenci, ko imajo pač malo več porabe, ker je pač to njim pač res džabe, pa jim ni neki taki strožek. Tu v Sloveniji je pač malenkost drugače. Smo tudi dodala, kaj sem rekla, smo tudi dodala gor Q&A, pa se je par vprašanj pojavilo glede Dubaja in v bistvu, kak drag je dejansko Dubaj, kako nam je bil všeč in kakšne so kulturne razlike. Pa če bi se preselila tja ali pa ne, kar sva itak že. Zdaj, kaj bomo šla najprej, kak dragi je Dubaj, pa gremo kar po vrsti. Torej, ti si rezervira stanovanje, jaz sem rezervira karte. Zdaj za karte
Jaz nisem zdaj točno sure, koliko sem dala, ampak jaz mislim, da med 500 pa 600 za 2 za povratno karto, kar se meni sploh ne zdi drago. Ampak spet se pač morate zavedati, pri nama je luksus to, da pač oba dva delama remote in ne rabima čakati dopusta, da pač nekam gremo. Ne? Je pa potem tu minus, da pač konstantno delamo, ne? Da mi dva smo res delala vsak dan, neprestano, ker pač check-ini se morajo narediti, potem content se mora posneti, klipi za podcast se mora dati gor, še enega drugega editam in ja. Tako da, če imate možnost, poglejte si na, ne vem, Kiviju ali pa Skyscanneru ali pa bilo kje, zeleno, ne rdeče, torej tam, kjer je najbolj poceni, ne? Ker če bi pa šla decembra, pa bi dala 4 ure za 2 povratni karti z kufri, tako da to se meni ni zdelo tako drago. Ti si dal za apartma, tu smo pač šla malo bolj na luksus, ker je vseeno... Ampak to je ravno ta problem, ker se meni ni zdelo kot luksus, dokler pač nisem, dokler nismo prišla tja. Ko pač tebe dobesedno človek pričaka, pa te pospremi ven z avta, mislim, vse je to pri nas tudi to, ampak nisem nikoli šel na taki luksus, pač nisem bil navajen, da se človeka tretira tako, ker je pač to vedno bilo, da sem poskrbel pa za samega sebe, ker sem pač bodybuilder. In me bilo pač to vse nekako neznano. Apartma je bil čisto iskreno za 2 tedna, potem za oba skupaj okrog 2400 evrov. To je pa bil apartma... Kar spet ni toliko, če tako gledaš, za neko Hrvaško daš ti lahko včasih celo več. Ja, pa to je bil, mislim, jaz imam Genius level 3 na bookingu in zato je pač bilo malenkost bolj poceni, tudi mislim, da je bilo 20% popusta, ali 10, se ne vem, ampak je bil pa to apartma, ko je imel dobesedni razgled na Burj Khalifu, ker je bil v Business Bayu. To je pa tam, pač to je bil ta še dodatni, bom rekel, dodatni cenik, zraven katerega si pač mogel plačati potem, ne? Ampak je bilo pa res fenomenalno. Je pa bil to tudi, Darac? Ne, to je bil Paramount. Ja, ampak je tam pisalo gore... Damak. Damak, ok. Damak. Ja, no, v sklopu tega Paramount Midtown hotela plus apartmajev si še imel ti v bistvu zgoraj bazene z pač dansko pogledom na Burj Khalifu, čist na vrhu. To je bilo pač meni res top. To ni bil samo Burj Khalifa, to je bil pač celi ta Business Bay, predel Dubaj, tudi ob lepem vremenu se je tudi Palma potem videla tam čist spodaj, mislim bolj proti tej morski strani, ampak je bilo pa res ono, pač dokaj ne prideš tja, ne izkusiš, ne veš. Ampak tako se mi zdi, da jaz sem vseeno prvič v Dubaju, ti si bil drugič, si bil pred 4 leti, meni je bilo ful lepo, ampak se mi zdi, da tak, za 1,5 leta bi mi bilo cool, ne bi pa več tako zastalno tam živela, ker imam ful rada gost, pa ful pogrešam te stvari, pa tako poleti, tako smo rekla, ampak no, zdaj smo pri cenah, torej to je bilo nekje tam, ok, zdaj hrana, pa neke tak storitve, zdaj to je storitve sem jaz bolj gledala, torej recimo, ne vem, da smo šla v safari za celi dan, jaz sem se eno pač rekla, ok, če zdaj tu, ne vem, razlika 20 evrov, pa imaš ti še dodatno, da lahko, ne vem, kamele jahaš, pa hraniš, pa to, pač, pa še, kaj je bil tudi surfing? Sandsurfing, pač veš, da vzameš, ne, če si pač enkrat tam. Tako da mislim, da smo dala to 90 ali 100 na osebo in v bistvu imaš celi dan, torej oni te pridejo pobrat, mi smo dala ob 11:30, so nam prišli pobrat, pol se s tistim avtom, kjer je bil, tudi veš, mislim, da je bila Toyota, ampak to je neka pač, velika, neka gigantska, to je pač njihov stil vozila. Ja. In glavnem te zapeljal do safarija, to je nekaj 1 uro vožnje, potem imaš najprej vožnjo z ATV. Z 4-kolesniki. Jaz sem si vzela tako, da smo bila 2 v enem, ker mislim, da če si vzameš, da imaš enega sam, kar po moje, po moje ne vem, če je glih worth it, mislim, če jaz bi še enkrat rezervirala, da smo 2. Ker jaz, ko sem vozila nekaj časa, me je že začela roka bolet, ko moraš tiskati. Jaz pa, če bi rezerviral še enkrat, bi za enega, da bi imel vsak svojega. No, ja. Ampak to je bilo pol, mislim, da še tak 30 evrov dodatnega, torej bi dala še 60 evrov več, da bi imela vsak svojega, kar tudi ni toliko, ampak meni je bilo good. To je bilo najprej. Ja, najprej Gašper vozil, ja še nimam izpita, to moram povedati. In pol sem jaz vozila. In ker smo se mi da vmes menjavala, so oni že šli ful naprej, jaz sem imela ful prostora, ne, pač ful, da si lahko, ker prej Gašper ni mogel stiskati po gasu in si jaz zdaj sedela in je Gašper hotel ful stisniti po gasu, pol se moja ženska sprej ostala in sem jaz tak se zaletavala v tvojo čelado noter skozi. V glavnem, imaš čelade, imaš
ne, to imaš vse, opremljen. to ti vse provajdajo. No in potem sem jaz ful stisnila po gasu in sem začela ful dirkati za tistim 4-kolesnikom in potem je bil en tudi, ko so duns, ne, in je bila ena luknja noter in jaz se nisem prvo videla in sem se zapeljala skoraj v tisto luknjo, nisem se, pol pa sem vseeno se. In pol Torej sem si bila, se. ja, in prvo smisla iti v okolje, ampak mi pol nekako ni uspelo, ker nisem znala točno tega obračati dobro in pol sem pristala v ti luknji, se ni bila tak, ni bilo tako grozno. Iskreno Ampak je nismo- bilo grozno, Tebi, ko si zadaj sedel. ker No, sem bil tak. Ja, in potem sem šla dol. Ampak glavnem tisti, ko potem so tam, on je prišel, šef se je vsedel, Rick Verc vun, pa je že bil Ja. zunaj, tako da ni bilo take sile. Pol sem bila malo posrana, ampak pol sem spet vozila, pa je bilo ok. Tako da s tem so se vozili kar dolgo. Jaz sem gledala eno drugo, če si zakupil, ko je bila 20 evrov bolj poceni, je pisalo 5 minut vožnje, s tem mi smo se tako ni nič, 1 uro ja. pa pol bomo Ja. vozili, 1 uro. Potem smo se ustavili na nekem hribu, pa je bil sandsurfing in mi je dansko ful dobro šlo. Kako se ti zdi, da mi je šlo? Meni se je zdelo fenomenalno, samo pač jaz sem taki tip, da Ja, gaš, se to ni. pa ne bi šel. Gaš, Pač se jaz ni. nisem Samo nikoli ni grozno, smučal, veš. bordal, nikoli nič od tega in se mi zdi, da to pa nekako potem ne je bilo za mene. Sicer jaz sem probala enkrat bordat v življenju in ni šlo ravno najboljše. Šla sem po neki, to sploh ni bila babika, to je bila ravna z malo naklona in so bile tako kure, pa si pač kokoši si se ti mogel okoli. No, jaz sem direkt nagazla, dal kokoš, slabo kokoši noter. Ni mi najbolj šlo, ampak to vam je šlo, pač na malo bolj položni sem celi hrib dol prišla, na bolj strmi pa sem se na polovici, ampak to sploh nima fora, da ti naprej padeš ti, če je hrib tak, padeš Ja. ti direkt gor na hrib. Nazaj. Ne? Ja, ampak fora je bila v tem, da sem jaz padla tako, da sem pol imela vse na obrazu in pol mi tudi pesek ni šel dol, ker sem imela, ker pač itak švicaš, ne? To je, ti si na, to je 35 stopinj plus tega še dosti bolj vroče, ker je pač sami pesek okoli tebe in se pač vse samo konstantno segreva. Tako da ja, pa naredila sem edino napako, ker sem imela tudi na hrbnik, zadaj na hrbtu, ker sem ja šefica še kamero zraven vzela, ko pol tak na koncu nismo s kamero nič posnela. Kaj je bilo pol? Potem, Pol pol smo smo se še pa- dalje pelali s temi. Ja, ampak pol praktično smo prišli nazaj do kampa, pri kampu se je sparkiralo, smo potem šli dalje in pol so nas peljali v ono vas, ko so imeli kamele. Tam je pač bilo možnost tudi jahati kamel, se smo pač tudi No, jahali vmes povej, kamela. kako smo se vozili od tja. Vmes pa je bila pač ena taka izkušnja in je že pač ta vodič rekel pred tem, da se še imam eno veselico zapovedati. Gašper je tak Imeli odpičen. smo, pač on je rekel, da tega noče nas na tak način voziti po tem pesku, ko se bomo najedli v kampu. In nas je pač zapeljal malo bolj tak, bom rekel, adrenalinsko v tistih sipinah. Je bilo res ono, bomba, evo viš to, ko smo potem šli nazaj iz kampa, tam pač v kampu potem i tak parfumi, arabske stvari, arabski kruh, arabske dišave, tam smo pač tu vzela To dva ima na dolgo parfuma. povedala. Povej, zakaj si naredil. Zdaj, ko smo pa potem šli nazaj grede, pa smo se itak pač smo pojedla, ker je bil to Smo se praktično prvi, drugi obrok in je pač on že predtem rekel, da on ne bi pač nobenega na taki adrenalinski način vozil nazaj, zato ker je pač že imel izkušnjo, da je pač nekomu bilo slabo ali pa da mu je pač tudi bruhal. Ko se mi sedemo v avto, on izklopil ni traction control, pa ga pač pošle, ne. Tako da ga je poslal, ko smo se vozili tja in pač si da duška. Pol pa smo imela zadaj, bila sva mi dva v tisti Toyoti, bila sta dva Brazilca, pa bila sta dva Britanca, Angleža. Brazilca. Brazilca sta Še bila, bila ena Kitajka. ampak sta bila Brazilca, oba Res? dva. Oba Okej, sta bila okej, Brazilca. okej. In jaz tak, pač ni mi bilo slabo, pa nič, ampak jaz tak sem sedel poleg njega, pa tak sem razmišljal, bi to naredil, ne bi naredil, ne. Pa tak ne igrati sabo, jaz sem tako Tako ful je naredil, jaz ko- res mislim, da bruhal. In ko je on to videl, tako malo sem čutil, da je stopil po bremzi že, ker ga je bilo strah. Tako se je bilo strah. Je pa pač vsi štirje zadaj so pa ono gomirali od smeha, ne, se je bilo meni tudi ful smešno, pa to on pa pač sploh, on je bil tak samo speechless, pač kaj, zdaj spet kazal, spet Ja. nekdo kozlal tu, ne. Ampak Že je bil tega full ima- faca to Ja, ti. verjel je bil. Res je bil tak narejen za turiste. Ja. Ampak, no, smo šli prvo v to vas, prvo smo jahali kamele. Jaz sem prvič jahala, ti si tudi prvič jahal kamele, ali? Si jih že? Ja, sem že. No, jaz še nisem. In dobro, ko te dvigne, ok,
to je za tako malo oversharing, ampak ko so nas pustili navzdol, tebe zategne in jaz sem se nagnila nazaj. Jaz sem imela občutek, da bo meni vse med nogami narazno raztrgalo, ker sem se tako strašila. Taki neprijetni feeling, ampak pol, ko te spusti dol je ok in imamo še slike, ker nas je tudi vodič še slikal pa vse. In Ja, ko ne bi vidiš faca, moj ja. faco tak, ko da se, to smo se ful smejali. No, pol je bilo hranjenje malih baby kamel, ki so fuluškane. Potem smo šli v to vas. To sem razmišljala. Misliš, da so oni tam, misliš, da oni tja pridejo tako zjutraj, pa si se to pripravijo, ali da pač imajo to tam? Jaz mislim, da so pač to stojnice, katere so odprte. Pač ljudje so tam, pridejo praktično tja delati. Ja. Zato, ker jim pač ljudje, pač ti, ko organizirajo Saj se te ful ture, proda, te po moje. safarije, pač konstantno jim pripeljejo pač nove skupine in pač že vidiš, da ko smo mi dva bila tam, so 3 skupine, vmes že prišle, ne. Pač imajo tako strukturirano potem. Ja. Ampak Dansko je taka gigantska vas, ti prideš notri, najprej ti ponudijo kavo ali pa čaj, to je vse všteto v ceno, ne? Torej to imaš ti vse všteto v ceno. Kava, čaj, potem pečejo kot neke miške, ampak niso miške, neke njihove z sezamom pa medom, cvrt, ne? Se pač pozabil Jaz sem, kako tudi. se temu reče. Pol je ampak njihov kruh, ja, ki je arabski nekaj kruh, ja. noter zlepljeno. Potem pa si imel te stojnice in Gašper je taka oseba, da njemu bo nekdo nekaj lepega rekel in jaz ful easily rečem ne hvala, ne hvala, ne hvala in sam grem, pač Gašper pa je tak bolj prijazen. Jaz sem bolj Nisem prijazen, prijazen, jaz ampak- pač grem, jaz pač nas se pustim. Znajo ti pihniti na dušo, Ja, sploh Gašper ko si pusti zgledaš, pihniti na tako dušo, ja. zgledaš, Tak, ker pač "Hey, te big vsak, bro." hey big bro, ali pa you train, ali pa nekaj takega, ali your personal trainer. Pa sem pač bil tak, da sem z dosti katerim, oziroma z dosti ljudmi sem tam imel pač neko tako komunikacijo, koja je pač bila po mojem nepotrebna, pa bi bil waste of time. Pač ti hočejo prodati njihove stvari, kar je Ja, pač pa logično. se ne. glej, se smo pol dansko kupla. Pač meni so tudi njihovi parfumi res full nice. Pač full imajo lepi von, pa tudi dolgo ostanejo. In pol, No, niso toliko parfum, kot je parfumska voda oziroma olje. ja, olje, ja, Ni za sej. razpršiti, ne. Ja. Tako kot so pač ti parfumi. No to ja, so se ti tako, si ne. Gašper, Ja. Gašper si je, no, kupila sem dva parfuma, pač jaz enega, Gašper enega. In Gašper je tisto flaško dobil na šprico, jaz pa sem dobila na kapalko, oziroma tak. In pač jaz sem vedela, da si to ne morem kar tak, Gašper pa si je našprical in si je 3 srajce si je tam v tistem času uničil, da jih pol ni mogel nositi, ker je imel bunke tistega olja na srajci, se je pol pač se je šlo prat, ampak ja. No, v glavnem, ti parfumi, pol še nam je dal tak magnetke, smo vzela tak 3 magnetke, pa ti Gratis. si hotel vzeti neko, kako se reče tisti, ko si hotel vzeti? Sem za potem tisto, misliš, Kako ono se reče? čarobno Da smo pa pozabila. Tisto, ko je v Aladinu, ja. Aladinovo svetilko ali ne vem, Ja, mislim, da je tisto v pač glavnem ono- si je pol Gašper hotel vzeti, pa mu je rekel, ja, lahko tudi to vzameš, pa je pol dejansko tisto vzel za Ja, ker smo ston. se pač pogajali Ja. za ceno, ne. Ja, pol pa smo, pol pa je bila ta pač kosilo, 5, kak je bilo kao, 5-star Vse je barbecue. bil, ja. Ja, dejansko je bilo full nice. Ja. Pač ta njihova hrana, bife, pač all you can eat bife dejansko, ampak meni je bilo full fajn, ker je pač res bila to kvalitetna hrana, ker si imel od humusa, solat, riž, barbecue v celoti, ne? Če znaš okrog hrane delati, si prišel zelo lepo skozi. Ja, pol pa še si imel sladico, neko njihovo tradicionalno, več vrst sladic. Tako da sem se ful najedla, še šiša je bila, ampak nama ni bila dobra šiša, ne? Taka mislim, Pač vidi se, da je pač ni dobro priprav. ja, ker tako pač ni čist bilo dima. vodena je bila, to ni nama bila ok. Ampak ja, nasplošno je bila meni izkušnja full fajn. Torej, ok, to je bila celotni safari ride, pol si šel domov, pa smo pol tako bila čist utrujena, ko sem prišla domov, ker pa tudi sonce te full zmuči. Vmes so še bili Ja. neki plesi, ne? Arabsko, Neki pač nastope še bil vmes. domačini. Če pa greš po noči, pa je še fire show, ne? Ampak to mi da pač nismo šla po noči. Ampak ja, to je bilo full fajn. Potem, kaj smo še šla? Hodila smo iti v Abu Dhabi, sicer pol nismo šla, ampak iskreno, če nekdo zna voziti, se ti bolj splača, da rentaš avto za en dan, Ja. pa greš v Abu Dhabi. Dobro, če zdaj izvajamo to, da moraš plačati, da recimo, da dobiš ti 500 evrov depozita nazaj, pol se ti bolj splača, ne? Ker daš odvisno kak avto vzameš, ampak od 150 do 250 evrov priješ skozi, če vzameš neki ok avto, Navadni avto imaš rent še za manj. Ja. 20 do 30 Ja. evrov na dan. In se ti to bolj splača, ker je bencin za džabe.
Za Abu Dhabi trip pa plačaš, mislim, da tak 120 po osebi, kar je pol krne. Ja. Pa si lahko ti z avtom res celi dan tam. To se mi nama ful Definitivno. splačalo, ker je Oxygen Gym, ne? Nekaj tajega. Je bil tudi tam, Je ja. bil tam. Ampak pol na koncu smo tudi Abu Dhabi tako vlekla, da sploh nismo šla. Tako da pač še moramo iti, definitivno. Potem tudi v tisti Museum of Science nismo šla. Future. Ker ne vem, meni se zdi, da sva mi da taka, vse bi nama bilo fajn, ampak nam je bolj fajn to, da ne vem, gremo na plažo, pa gremo, ne vem, na sprehod, pa gremo tak. In mi ne bi, ne vem, če bi mi bilo... Nisma dobra turista. Ni tako, da Pa pač šla sva greš veš vseeno uživat tja, Ja, ne. se to je in pač jaz sem ful taki tip, da jaz potem ne bi dobil od tega nobenega. Kaj bi bilo brez veze? Ne, nobenega pač povratka ne. Jaz bi iskreno šla zato, da bi se slikala tam. Da bi pogledala, pač jaz bi šla, da bi malo pogledala, pa da bi tam poslikala vse, pa tudi bi rekla, kaš me slikaj me, ampak ne bi zdaj to tako napolnilo moje duše, tako ne vem, ko grem na plažo, pa tam skačemo v vodi, pa ti tam skačeš v one gigantske valove, to je bilo ful fajn. To je bilo Tako da res od tega nice, se mi zdi, da imaš več. Ja. Pa tako plaže, nismo za nobeno plažo plačala. Ni, se imajo pač za ston plaže, imajo še imajo potem edini problem je pač zato, ker imajo večino plaž sploh na Palmi, imajo pač rezervirano za hotelske komplekse, pač takrat en dan, ko smo šla na tisto Palmo, Palm Jumeirah, ko je potem pač prav bil oni, ko je pač skrbnik bil na plaži, ko je delil brisače, skrbel za ležalnike, da smo se potem mi dva setla na tiste ležalnike, pač slovenska kmeta, ne, prišla tja v Dubaj, sta si pač naredila plac tam. To sem bolj jaz tak, kam zaplačevala, če lahko samo tla odložim. Ja, ampak jaz sem pač reči tak, da reči grem na neko tako plažo, ko je dansko malo bolj javna, ko ni v hotelskem kompleksu, pa nimam težav z nobenim domačinom, pa to zato, ker tam pravila, you have to obey them. Ne. Tam več v Dubaju z razlogom pač ima tako neko spoštovanje, pa z razlogom ti ne vidiš brezdomca, pa z razlogom ne vidiš pijanca, pa z razlogom ne vidiš teh ljudi, je to pri nas. Ja, to ne vem, če ve, ampak pač ti alkohola ne moš kupiti v trgovini, ne. Tam je samo ena trgovina. Nasproti Kak Dubaj je mala neki je. ne, kak se reče? Pozabil Neki sem. Benlis mi hodi po glavi. V glavnem, Nekaj drugega. v glavnem, samo ena trgovina je, ker prodajo alkohol in tudi restauracija ti ne moš naročiti alkohola. Torej, ko greš ti, ne vem, v Appianu na pico ali pa pač v neki grill, Texas ti de si ne Brazil. moš, ja, ti si ne moš naročiti, ne vem, piva ali pa kozarca vina ali pa koktejla, samo mocktail smaš, ne. Ne moreš pač, ker ni tega nikjer, ne vem, če sploh je, po moje neki bar, ampak tudi v beach clubih si lahko. To Ampak je imajo zelo cena, beach club, če ja. damo primerjavo, torej ti plačaš za eno flašo vina, pa jaz sem to pogledala, to ni neko vino, ki stane v real life jurja, ne. Ti plačaš 2700 deljeno 4. Koliko je to? Je okrog 600-700 evrov. Ti plačaš v glavnem, ja, za vstop v beach club pa sva mi dva dala 50 evrov po osebi, s tem, da je to v bistvu to, da si lahko, malo sva zafrknila, ker bi mogla priti že zjutraj, pa bi Ja. bolj mogla ostati, ampak mi dva nisva taka, ne bom rekla couch potatoes, ker ja, rada se vležema na couch pa gledamo Netflix, ampak da bi mi dva lahko šla zjutraj, pa bi celi dan bila na beach clubu, ne, zato, veš, zato tudi meni je brez veze, da si tam samo ležalnike rezerviram, če vem, da bomo tam 1 uro po, bo še ti hotel vstati pa iti, ali pa sem jaz hotela vstati pa iti, ne. No, in tam sem plačala, Gašper plača 50 evrov za enega in pol imaš dejansko vse Ampak to poceni, je ne. kupon, to moraš Ja, reči. ja, to je pač v bistvu kupon, jaz tega nisem Ti prvo ne vedela. plačaš vstopa, ampak ti plačaš kupon, s katerega pač potem novčiš, da si privoščiš. Ja, Ali za jesti, ali za pit, pač karkoli je tam ponujeno. Je pa to bil, mislim, da ne Beach by Five, tako kot verjetno je večina teh Slovencev poznala, ko sem se menil z njimi, ampak kaj? Nova Beach Club. Ok. In ti prideš, torej 50 evrov daš za enega, priješ tja, imaš rezervirano, torej neke svoje ležalnike ali pa tisti pač bed, potem imaš tam bazen, imaš glasbo, pač ena DJ-ka je Ja. bila, neke plesalke so bile in si ti lahko Navadni vzameš. Beach Club. Mi smo si pa potem vzela za 50, jaz sem si torej za 100 skupaj smo si vzela en cold brew, en espresso, pa si vzela pico s tartufato, z tartufi pa z burato, 2 burgera pa 2 krompirčka. Tega se je na koncu Kar ful je džabe. splačala. Pa dejansko je bila hrana zelo dobra. Ja. Ful dobra hrana je bila. Tako da to, pa nasplošno, kje smo še bila? Vse smo dejansko vse posod, pol smo se z avtom res vse posod peljala, ne? Je ogromno je bilo tudi teh postojank v JBR-u, pa potem tisti beach kompleks, kaj je potem pri JBR-u,
Potem smo šel tudi en večer peš, tisti polotok, ko je bil, no ni bil polotok, ampak je pač potem vodeno, na tisti konec, ko je potem tisti Dubai Eye. Točno, ja, To smo Dubai še Eye. tudi bila. Dubaj Mall smo ogromno dala skozi, ampak pač, ko imaš avto, pa imaš avto za 5 dni, imaš prostost, da se pač pelješ kamorkoli, tak fitness tam. Ne, Ja. to še to, kaj smo bila teh 4-5 krat, ker pač to sem že jaz predtem nekako dal naprej, da jaz ne grem v Dubaj živeti tega življenjskega sloga, ki ga živim praktično 24/7, 365, ampak bi želel nekaj drugega, bi želel se počutiti kot človek pa uživati. Ker sem za zelo dal neke stvari skozi, pa pač želim nekaj imeti od tega. In je bilo res bomba. Šla smo še v Global Village, Local Village. Global. Global Village. Jaz sem to našla nekje na TikToku, drugače. Tisti, ko hejtajo TikTok, I get it, ampak TikTok je boljša stvar kot Google, zato ker pač tam dejansko ljudje objavljajo svoje izkušnje in ljudje, ki vejo, kaj je lepo, pa vejo, kaj je dobro, objavljajo svoje izkušnje, vse po mojem mnenju, in pač ti bilo kaj rabiš, ali rabiš recept za nekaj, ali rabiš, ne vem, kam iti jesti kot turist, ali rabiš fitness vajo, poglej si tam. To zdaj disclaimer, ne si tam gledati vaših simptomov, če vas nekaj boli, ali pa za kožo, ali pa za to se obrnite itak na zdravnike, ne? To ni zdaj, don't be influenced easily, ampak to je life, glede ostalih stvari. In jaz sem tam našla pač Global Village, ampak spet je fora, ne, ko so preprašali, kako drag je Dubaj. Jaz sem pogledala na 2 strani, prvo stran je kazalo, da je 60 € vstopnica, na drugi strani pa je bila 12. In vala, da boš za tam, ko je 12, če je ista stvar. Edino, nikjer jaz nisem rabila se pokrivati, niti v Dubai Mallu, niti te pač ne gledajo čudno nikjer, če ti nisi kot ženska tam pokrita. Tudi, Evropejec. Oziroma turist. ja, Vejo, ampak, kdo so turisti. ja, itak vejo, zato ker oni, za njih je to praktično bila zima, ne? Ti si tam videl ene ljudi, ki so bili v bataškornih ugicah, visokih jaknah, kapah, šalih celo, mina pa sem bila tam v crop topeku pa kratkih hlačah, ne. In itak vejo, kdo je turist, ker za njih je to pač mrzlo, za njih je to zima, itak ne, če je 30 stopinj manj kot ponavadi. Ampak niti se nisem počutila tak stared at, da bi nekdo bulal v mene, ker ne No, vem, saj ni. dobro, saj nisem imela izreza, ker tudi v Sloveniji ne nahodim z izrezom okoli, ampak noben ni. Razen v Global Villageu ne moreš stopiti, če si ne kupiš rute za čez ramena. Tako da to sem pol mogla kupiti, ampak ja, no povej, evo, kaj je Global Village sploh. Gašper To ni je- vedel, jaz sem vedela in sorry, to še povem. In jaz smo hodila od tja in je bil Gašper tak, joj, pa Urša, to je sigurno ful malo, to sigurno ni tako veliko, ko si ti misliš, da je, smo tako, boš videl. No, in pol je videl. Ti si meni kazala vse te slike, to je nekako gigantsko, ogromne zgradbe, jaz tega nič ne vem, se že mislil, kaj je pač to nekaj naštima. Ali nismo Urša, prav spet nekaj si prišla, izmislila. ali je pa spet neka bedarija, ko vam jaz pač šel tam zraven, samo to, da mi je čas mino. Pa parkirala smo pa pred enim nakupovalnim centrom, ko je bilo pač blizu tega kompleksa, pa pač peš poče do tja in potem, ko že avtomatsko prideš v tisto vas, torej Global Village, tako kot že ime pove, je pač globalna vas, ki je bila pač vas, kateri je bila vsaka kultura predstavljena, kar se tiče teh malenkost bolj večjih držav. Je bila ruska vas, je bila kitajska vas, je bila korejska, ne korejska, ni bila japonska, je bila Saudska Arabija, je bila Indija in imaš v vsaki tej, imaš pač predstavljeno svojo kulturo. Bilo je pa to res pač to, da v taki vasi potem vidiš, koliko kultur dejansko je na svetu, pa kako malo se lahko nekaj, kar je večjega naredi. Ker mi je bilo pač tako ono fascinantno, ko vidiš malo tega, malo tistega, malo onega, ampak to so bile zgradbe postavljene, to je bil pač prav šov, to je bil še potem tisti night show zraven tega in je bilo res ono, pač še Ognjemet je bil na koncu, Točno, naprimer, ja. ker je bil tudi en Praznik Nacionalni njihov, praznik, ja. nacionalni, ja, 3. december, mhm. 2. 3. Ne vem, ampak je bil pač en arabski, pač Ja, njihov državni praznik. je državni bil, ja. praznik, ja, je bilo res. Meni je Bomba. bilo pač res full fajn. Mislim, tako zagovorimo si vedno niti ne znate predstavljati, bomo dala neke slike okolje, bo po mojem najboljše. Torej ti
prideš v tisto vas, to je gigantsko in kot neka gigantska graščina, opa, in je vse okoli tebe, torej ti imaš, ne vem, vhod posebej za Rusijo, pa piše Russia na veliko in greš ti noter tja. In je samo za Rusijo, hodiš okoli, v mesti, Stojnice. ja, v mesti free snacks ponujajo pri določenih, potem pa še, ne vem, greš v Kitajsko. Isto imaš stojnice tam notri z oblačili, z hrano, pijačo, pa so na balkonu Kitajke, plešejo neki svoj ples. Rusi so imeli, Kalinko, na primer, tudi. Ja, pa to. ja, točno. Pa so tam skakali, pa v tistih njihovih narodnih nošah. Kaj še je bilo? Potem smo probala neko kamelje mleko, ne, kaj smo probala? Neki sladoled tekoči. Ki smo to probala? Egipt. Ne? To se to šlo na nas. Mislim, da. Ni bil turški sladoled, noben ni zabaval. Ne? 5 minut prej Točno, nam je ja, sladoled to dal. ni bilo, to ni bilo. Tega ne, ima potrpežljivosti, Ampak- ker bi mu sladoled po mojem nazaj že vrgal to cajt. Tako No, da, tu sem bila, potem pa si prišel v en taki distrikt, kjer je bil malo bolj za otroke in je še prav bil, se reče po slovensko, Zabaviščni park. zabaviščni park, toliko stvari, torej hiša strahov, Prosti pol se pad, vrtiš, pač to, ja, kaj vidiš, ja. ponavadi. imeli so še, ko smo prišla, kaj neke borbe z roboti, ali kaj je bilo tam? Jaz mislim, da je bila to neka Po bolj moje. ta arena za artificial intelligence, ja, torej bolj AI, ko so pač imeli sprogramirane robote, pa so imeli te robotske borbe. Se to že postaja nekako dosti bolj popularno tudi dan danes, ja. In Ja, bilo pridemo noro. tja, tu je bilo to glavno cela arena, stadion, ljudje sedijo, to je vse bilo v eni Ne, vasi. kompleksu. Pa pogledamo desno in je bilo ful dosti dronov na tleh in smo bila tako, ok. In pol samo naenkrat dron šel in droni letijo po celem nebu in delajo neke znake in vzorce in Z v barvami je njihovih bilo. barvah, ja. Tako da to je bila res ena taka ful fajna izkušnja, ampak smo pa bila potem tako zmantrana, pa mene je vmes enkrat taka panika zgrabila, ker sem stala, to je toliko ljudi, da ne vem, če si sploh lahko nekdo predstavlja, ko to posluša, to je toliko ljudi in pol tak še Gašper, ko itak, ne vem, on včasih tak, sem jaz včasih, kaj si, ne, reče, ja, to bi zdaj bilo perfektno, to bi zdaj sigurno lahko nekdo bombo vrgal, sta Gašper, samo ne razmišljaj tega, kaj je s tabo, pol to mi reče, pa naenkrat jaz stojim, ker jaz sem taka, da se pač rada ustavim, pa pogledam, pa poslikam, on pa kar gre. In jaz naenkrat Gašpera ne vidim. In mene taka panika stisne, ker ti pač v Emiratih jaz pa nisem imela svoje pač kartice za telefon, pa nič, ker se mi eSIM ni hotel povezati. Sem bila tako super. Če zato Gašpera zgubim, kam bom? Zdaj šla lahko grem do vhoda, pa ga pri vhodu čakam 2 uri, ko bo on pomislil, da sem mogoče šla. No, in bilo samo gledam, reče, kaj ti s tabo je? Nič, če si dobesedno šel. No, okej. Jaz sem bil 5 korakov Ja, sprej. ampak te nisem videla in me je pač panika stisnila, moš poleg mene biti. Se strinjaš? Situacijsko. Ne strinjaš se. Tako da ja, kaj smo si pa vzela za jesti tam? Vse. Tukaj smo se lahko prebila. Ker bo pač taka, je bilo kar noisy, je bilo kar pestro z ljudmi. No ja, cene tu noter pa so bile itak kar drage, ne, za neke kaj malenkosti. Dala smo za... Prvo smo si vzela neki, kaj je bil tisti, neki kruhek z nekim govejim mesom, z nekim bifom. To je bilo čisto na začetku Ja, še to je bilo takrat, na ampak to je začetku. bilo bolj testiranje. Testiranje samo nekih ne vem, stvari. kiri smo bila to država. To je bila Kitajska. Sure. Okay. In smo dala za to, po moje, tak 10 evrov, pa smo dala, Na osebo. če smo si eno vzela. Ja, ampak še smo še imeli nekaj zraven potem. Čaj so nam Vsak dali smo za imela 100 svoje. ledeni čaj so nam dali. Ampak vsak smo imeli svoje, se spomnim. Nekaj smo jedla, ko smo imeli vsak Potem smo si svoje. pa vzela še one, veš, cimetovo rolico, neko. Tisto smo imeli Tisto eno. je bila ena in je bila tak, koliko je bila? Isto tak 12 evrov na Pač kar cimetova nekaj. rolica, krč to je bilo kar To so pa nekaj. potem one dubajske cene. Ja, pa recimo jaz sem dala potem za malo pico, res malo pico, isto tak 10 evrov. Mm. Pa ti si vzel neke loaded fries, še nekaj smo si vzela. Ampak to je bilo vse tako v roku parih ur, Ja, ker smo res ja. bila noter kr. Praktično celo Enih popoldan. par ur. Ja. Ja. Od Ne, 4 zvečer smo dalje. šla. Od 4 dalje smo bila. Od 4. Od 4 do praktično 10 smo bila tam. Jaz smo, ko smo šla iz plaže, smo šla direkt tja. Ko smo še cel dan hodila, potem Ja, po predtem pa smo še pri tržnici. Sugu bila. pri tržnici. Ja, na Mhm. tržnici smo še To bila. smo že tu bila. Tako da, overall, no tak cene Dubaja.
spet tak, tisti, ko gledate moje TikToke, boste vedeli, na Instagram probam čim manj šopati te vsebine, ampak na TikToku imam še par videov, če si kdo hoče pogledati, imam dole vse linkano. Zdaj, trgovina spet. En dan smo recimo šla v neki čistak market, pa smo dala za čisto neka osnovna živila. Evropski market je bil. Ja, čisto neka osnovna živila, torej piščanec, pusto mleto meso, zelenjava, sadje, 80 €. Pol pa smo šla v en drugi market, isto, čist zraven Burj Khalife, pa je bila kila pa pol piščanca 10 €, kar je res poceni, pa smo dala 30 € za isto, ne. Ampak spet mi da pač, ko nekdo veš prišel tako, ko se zapravila v Dubaj, pač mi nismo šla v Dubaj šparat, ker je v bistvu to bil prvi tvoj dopust po 4 letih, ker nekdo ja, tako pogleda, pri meni, pa se tako vidi, ful potujeta. Ampak večina stvari je tak, potuješ. Je potrebni. Ja, ali ne vem, smo bili na coaching seminarju v Birminghamu, pa smo bili na tekmi v Milanu, pa smo bili na tekmi v Londonu, ampak to je tako, ti greš v Milano. Ne izkusiš tega, kaj bi lahko, če greš sam, pa če greš z razlogom, ok, dopust. Dopust, itak. mentaliteta dopust. Ja, Odklop pa uživanje, mislim, ker je to tudi potrebno. In mi da smo pač šla recimo v Milano, si bil v Milanu 3 dni ali pa 2 dni, si prišel tja, si bil z stranko, greš na greš na prijave ali pa pač ne greš, whatever, in tako delaš. Spoznaš trenera. Spoznaš trenera, da si spoznal trenera in ni to dopust, ne, ko nekdo si veš, tak misli, sicer jaz sem bila, Je sem pa pač bila privilegij. ja, itak je Je pa privilegij, privilegij. da lahko greš, ne, da lahko pač se izobražuješ konstantno, pa da pač lahko suportaš svoje stranke, ne. Definitivno. Ampak ni, mislim, niti nismo šli v center Milana, isto v Budimpešti, nismo šla v center, ne, tako da, to je pol tako, ok, greš na off-obrok, greš domov, that's it, ne. Sicer tudi v Dubaju smo delala cel čas, ampak ja, evo, ko smo pri Dubaju, dubajska čokolada, jaz sem mogla prinesti enih par domov in pa še zraven, isto dubajska čokolada z temi lotus piškoti. Tako da, eno bomo zdaj odprli. Tisti, ko poslušate na zvočnih platformah, pridite na YouTube pogledati video, če vas zanima. Drugače pa predlagam, da skipate mogoče kako minutko, 2, dokler jaz končam za svojim jappingom o dubajski čokoladi. Kaj bi rekel, kak se tebi zdi dubajska čokolada? Zdaj lahko eno odpremo vmes. Je malenkost overhypana, ta dubajska čokolada. Je kalorično gosta, tak fejs, da po mojem imaš en bite tega, pa praktično ne moreš hrane videti celoten dan. Ja, tako da lead the grand opening. Zdaj, boš en košček? Ne, hvala. Ne boš? Ok, jaz tudi sicer zanimam. Bo ta vida provala? Potem? Ok, da še to naredim, čakaj. Čakaj, ga lahko naredim. Mogla bi jo tu zlomiti, veš? Čakaj. Da se sliši. Ne vem, če se slišala. Ok. Sicer, jaz bom tako rekla, ljudje vseeno imajo ful visoka pričakovanja in veš, se ne zavedajo, da je to na koncu konca pač samo čokolada. Da ni to... Jaz iskreno ne bi rekla, da je overhyped. Čokolada s kunafom pa z okusom, ki se ga Pač zbere. meni iskreno ni overhyped, meni je ful dobra. Zdaj naredili bomo tudi en, tako sem rekla, giveaway. Zdaj vse, kar morate narediti, je to, da se naročite na YouTube kanal Urša Koser, pa da pustite potem videom spodaj nek komentar. Bilo kakšen, lahko je bilo kak komentar. Razen, če bo nekdo ful shejtal, tudi če boš še žeban, ne boš dobil nagradice. Sorry. V glavnem, meni je res dobra. Mi da smo, sorry, not sorry, en dan pojedla 3. Tako da. Pač to je praktično šlo tako skozi mene, tako da se ne spomnim teh stvari, ampak... Kak se ti ne spomniš? Mislim, se spomnim, da sem No, jo, kaj govoriš? ampak nimaš potem nekega obzira na tem, ne. Nimaš feelinga. Ja, nimaš feelinga, ampak je, mislim, meni je ful dobra, ampak spet, tako eni pravijo, koliko stane, ne. Odvisno spet, ki jo kupiš, jaz smo šla na tisti suk, pa je bila ista čokolada v 2 trgovinicah zraven, veni je stala 80 dirhamov, veni pa je stala 120 dirhamov. Istogramska, isto je tu. Ampak tudi med to je čokolada za 15 do 20 evrov. Ja, mi dva smo te recimo kupila, koliko so bile, mislim, da 12, mislim, da so bile tote 12, pa isto tote stanejo 35 evrov v eni drugi. Tako da spet odvisno se, ki kupiš, isto tista kao originalna, čeprav originalna, tota iskreno je meni V Sloveniji božanska. imaš tudi originalno. Ja, pač veš, ne bi pa dala 35. Mislim, če bi bila samo za 35 ena cena, bi dala, Ampak ne bi vzela ampak- 3.
Ja, ne, vzela 3. Zdaj pa smo jih res nakupila ful. Pa ful smo jih pojedla, pa prejšnji nared pa zapravila na dubajskih čokoladah, pa še domov smo jih nesla. Ampak meni je top, jaz sem tudi delala Gašperu za rojsten dan Dubai cheesecake, pa je ful uspel. Sicer nisem uporabljala kunafa, sem uporabljala navadne rezance, pa so bili malo trši, ampak sem jih vseeno prepražila. Tako da, če kdo razmišlja, da bi kupil ali pa naredil doma, spet odvisno, koliko bi dali, ampak tu, če narediš doma, je po moje ful dobra. Če res narediš neko mlečno, pa da vzameš pistacijo, jaz sem preko sem delala tebi cheesecake, sem še pistacije kupla, slane pečene, pa sem jih še narezala notri, tako da ima malo več okusa, ampak spet, veš, ljudje pričakujejo, da bo zato imelo samo po pistaciji okus. Ja, te tudi čokolada je, kunaf je, ni samo to pistacija, ne? Tako da, to je to glede dubajske čokolade. Dalje glede cen, po moje tak restauracije pa to, ne? Zdaj, restauracije so pa ful mislim, primerjavi za Slovenijo so ful drage, ker pač ti ne greš na pico za 2 pod 40 €, skoro nemogoče. Pa recimo, S pijačami nemogoče. ne, s pijačami itak ne. Tako da, restauracije so ful dražje, samo ne veš, spet odvisno kjere. Ja, ampak Ker je smo bila kvaliteta. Dubaj mal pa to, so bile drage, pa ne vem, Texas de Brazil smo dala 150 za eno večerjo, ko je pač all you can eat. Pa Ja, ti, ne vem, ampak samo- vrežejo meso iz, direktno tam, ko ga pečejo. To ne. je, to ti meso dobesedno spečejo, ti prinesejo na palci, na onem še kovinski, pa ti dobesedno z nožem nareže na mizo, pač tega prenaša, jaz nisem videl tega iskreno, tako da je malenkost bolj. Najboljše riberce sneda tam. Pa tudi zelo dobri šimpi so bili, ampak kakršnokoli meso si fancijo, si zaželel, si imel priskrbljeno. So dostavljeni. Potem, če pa gledamo neke restauracije, ki pa so izven tega business beja, ne vem, pol smo pa našli eno restauracijo Lavaš, kjer pa si ti v bistvu imel, bo moja najbolj aesthetically pleasing restauracija, kafe, whatever. Tam si pa ti imel all you can eat, ampak da si izbiral direktno iz menija, prav jedi, malo večje. In si imel za 15 € po osebi, brez pijač, si imel, da si ti lahko zbral pico, burger, pomfri, kaj je bil še mac and cheese, solate. Ja, to Neki je brokoli. bil meni za kosila, pa za Za večerje. večerje, ja, to mislim, si da. imel. Ja. Pol smo še šla drugi dan. Ja, ampak to je bilo 15, pa smo si vzela v bistvu dosti stvari. Ti bi dal za 2 burgera več, kot smo si mi da vzela, ne? Pa smo šle, povej. Pol pa smo šla še naslednji dan, isto v Lovaš, ker je pač pogledaš zajtrk meni, No, pa povej vidiš. iskreno, zakaj smo šla v Lavaš še drugi dan. A ja, točno. To je bilo pa štorija z tem, ker sem jaz tam pozabil taško, ker sem imel notri pasport, ker sem notri vse dokumente in je pač, ne vem, ali pač mogoče sem tudi nastavil jaz podzavestno, tako da sem še mogel enkrat tisto hrano pojesti. Ja, Možno. sigurno. Ampak ja, smo še šla potem na zajtrk, jaz sem že en dan prej gledal tisti meni, pa vidiš potem vse te, bom rekel, French toaste, palačinke na 101 način so bile. Dubai pancakes. Ja, potem, ja, ko je bila dejansko, sem si potem vzel to palačinko, ampak to je bil oni kalorični Jaz si nisem overload, več tudi mogla top. sploh. Ker je bila dobesedno dubajska palačinka z filo, z pistacijami, tako da je ta dubajska čokolada, potem si imel še čez te rezance, ta kunaf, malo sadja. Ne, Ja. ampak je bilo pa miks okusov pa sweet. Res je bilo dobro. V glavnem imel si vse, ampak to je bilo tako, da si mislim, da pol imel 9 jedi za 9 €, pol pa si imel še 9 zraven za, ne vem, kaj da rečem, 15, pa še 9 zraven za 20 po osebi, ne. Ampak to si res polako zbral. Imel si od mediteranskih zajtrkov z lososom do rogličkov, do eggs benedict, vsega. Tega to smo si pol vzela in je bilo dejansko full nice. Ampak ja, overall tak cene, spet odvisno, kam greš, ne. Lahko priješ ful poceni skozi v Dubaju, pa jaz bi priporočala, da si tudi restauracije, če bo šli, malo prej pogledajo. Tako da, še imaš kaj za povedati o Dubaju? Bi še kaj dodal? Tako čisto iskreno se mi zdi, da ta čas, ko smo bila, pa to sem že tako milijonkrat rekel, ampak čas pa denar tam pač nimata vrednosti. Pač to je meni bilo tako res ko ti dan mine v sekundi, ko pač vidiš, da si privoščiš to,
pa tisto, pa tretjo, pa naenkrat pač vidiš, koliko si pač zapravil, ampak si zapravil v tej neki dobri smeri. In še predvsem, kar me je bilo glede Dubaja tako fajn všeč, je bilo to, ko ti prideš, pač zdaj, za vse tiste, zakaj sem že rekel na začetku, ko smo bila za hotel, da jaz nisem vedel, da je luksus, preden smo tja prišla, ker to je bilo dobesedno Louis Vuitton, na Dior, na Gucci, oblačila, bagi, čevlji, v glavnem, pač to je bil oni res, se je videlo, da pa tudi, ko smo bila na bazenu, kdaj vmes, v dopoldanskem času se je pač videlo, da so to ljudje, kateri pač so v življenju dali ene stvari skozi, pa ko imajo malo bolj večjo, imajo malo večje premoženje. In je bilo pač res zanimivo, ko priješ v stik s takim človekom. In no, in kaj pač hočem reči, je bilo predvsem to, da kak fejst se spoštuje to, da izgledaš malenkost boljše, oziroma da izgledaš, kot Da da izgledaš treniraš, fit. da izgledaš Da si fit. fit. In že to, ko prideš pač, ne vem, v ta no, dvigalo, ampak je tega, ko sem jaz pač bil enkrat sam, ko tebe ni bilo zraven, pa je bil zraven en Američan, ki je imel pač njihovo tisto obleko, ker je izgleda, da je bil pač domačin, ampak je bil pač verjetno v Ameriki rojen, ampak je pač prišel tja sem, ne vem, za kaki biznis ali kaj, ne vem, v glavnem. Je tako rekel, pač prvo me je tako vprašal iz heca, če treniram, ne, pač če treniram 2 do 3 krat na teden, pa sem se mu tako nasmejal nazaj, pa sem rekel, da pač grem malo večkrat v fitness tudi pogledat, ne. To smo se tako začela pogovarjati, ampak takoj navežejo neki stik, pa tudi tisti Pakistanec, ko je bil z, Ja, en Pakistanec se je slikal z nama na plaži. Ja, bila sva na plaži en dan, pa se je Pakistanec, tako sem, pač jaz sem ponosen na to, da pač izgledam malenkost bolj fit, malo bolj tak, bom rekel, ne tako kot vsak človek. In sem že videl, ampak mi po eni strani ni všeč, da se potem pač tako nekako slikaš, pa tako pač nisem rad tako no, nekako vključen, ne vem. Što je moja taka neka, pač sem ponosen, ne pa se rad tako izpostavljam, pa da bom pol imel vse oči na meni na plaži, veš kaj mislim, pač to meni ni bilo nikoli tako. No, pol pa spet grem na tekmo, ne, pa imam vse oči na sebi. Ne, ampak kaj je za koho drugače prepovedati, je to, da dosti bolj pogosto je to, da boš ti nekoga videl z Balenciaga, Dior, Louis V, kot pa da boš ti videl dejansko osebo, ki je fit, mogoče moškega, ki ima več mišične mase, ki je bolj lean, dosti redkeje je to in tudi ljudje to ful cenijo tam, se mi zdi ravno zato, ker pač denar tega ne more kupiti, ne. Ti lahko daš na sebe bilo kaj, ampak ne moreš dati na sebe nekega določenega tipa postave, ne. Tako da to je predvsem, ampak jaz bi rekla, da na splošno spoštovanje tam je, ne vem, mi da hodimo pač v fitness, v Clever pa Fit In, in Clever je tam, kjer je pač romsko naselje, ne. In meni se dostikrat, pa skoraj vedno zgodi, da se nekdo dere za tabo, pa te catcalla, pa je tak, veš, na taki nespoštljiv način, pa ne vem, jaz sem šla enkrat v Europark, pa so kamne mi v nogo vrgli, pa veš, take pa en mali enkrat, to se mi enkrat zgodilo, strano, če sem da že razlagala, isto, malenko stran od teh blokov, jaz grem z fitnessa, še vidim njih otroke, dejansko najstnike, se tam vozijo s kolesi, pol pa grem, to je bilo res enkrat, ko sem imela živčni zlom. Potem pa grem od fitnessa peš do Europarka in naenkrat tisti čud v meni me je rekel, obrni se, jaz se obrnem in mene malo je hotel po riti vdariti. In ga samo zgrabim za roko, se mi ne vem, če me je ali ni, ker imam spomin, samo ga zgrabim za roko in pač meni se je zmešalo. Jaz sem se začela verjetno histerično dret, jaz sem začela snemati njih, pa sem šla tja, jaz sem se po moje drla histerično, spomnim, kako sem govorila, začela histerično dret, koliko je star, da naj se takoj opraviči, da zahtevam, da se opraviči, tako imam vse posneto, spomnim na katerem telefonu, pol se opraviča in da je bil to fantek star 9 let. In je to pač, to je meni zabruhati, in pol sem bila, celi dan sem bila tako jezo sem imela v sebi, ker mi je bilo to tega tam ni. Tam, če greš ti po noči, ne vem, jaz sem se tako ful varno počutila, tudi če sem šla sama nekam Ni ven straha, ali pa na sprehod, no, niti da te bi pogledal, pa tudi če te pogleda, mogoče se ti nasmeji, pa je to, pa pozdravijo, pa ful so spoštljivi, pač vidi se to, ne. Praznični čas je bil mimo, ne, marsikdo štarta z novoletnimi zaobljubami, z spremembo lifestyla,
In tu smo dobila vprašanje, da kako se po praznikih, torej kako po praznikih, ko se malo preveč zapustiš, iti nazaj na Limburg ali na kat, torej kaj je boljše nekako narediti. Zdaj, brez veze se mi zdi, da zdaj mi dva tu filozofirama, kako se med prazniki ono tisto ne zapustiti, pa kako ne je, zato ker tako kot oba dva rečemo svojim strankam, da mi dva nismo tu, da njih teroriziramo, da jih spreminjamo v robote, ker smo pač na koncu koncev ljudje. In če ti trener reče med prazniki, da ne smeš za božič, razen izjema, če si na prepu, pa imaš tekmo tako, da res ne moreš iti mimo, pa še takrat najdeš neko izjemo, da pač sedi tam, pa si nekaj malega vzame, ne? Ampak razen, če si na prepu, pač enjoy, ne? Bilo kjer trener ti bo rekel, da ne, kaj še delaš s takim trenerjem, ne? Tako da to je prva stvar, vsi si med prazniki privoščimo. To je tako moja prva stvar, ki bi jo rekla, da se ne počutiti guilty, pa ne gledati nekoga na social media, pa biti tak, joj, zakaj se samo meni to believe me, pač vsi se med prazniki najemo, vsi imamo več obrokov ali pa pač se, tisti, ko se prehranjujejo, intuitivno pojejo več. Tega to je normalno, tako da pojdi v to stvar brez tega, da se počutiš guilty, to je prva stvar. Potem imam jaz nadaljeval. Druga stvar, res jaz, kaj bi pač nekomu tako dal naprej, brez restrikcij, brez pretiranih restrikcij, brez omejevanja, pa nastavite najprej prebavo spet v tej smeri, da bo pač telo spet na eni točki bilo tako, no, ok, odziven sem. Da je kako to vedeti, pač praktično potem spremljaš trend kilogramov, spremljaš, ker se bo verjetno vsakemu, kako bo že predstavo, malenkost bolj te, ne toliko kalorično goste hrane, malenkost bolj mikro pa makro polne, se bo že vsakemu avtomatsko spustilo na vagi praktično 5 do 6 kilogramov, pač vseh teh stvari, ki so se človeku akumulirale. In je pa prebava tista stvar, kaj mora pač res igrati, tisto, pač to je premalo govora ponavadi, ampak sem jaz začel opažati, da je na prebavi dosti več in z razlogom je pač potem črevesje, da si da jim reče potem drugi možgani, ne. Zato pač brez nekih pretiranih restrikcij potem, ampak res spet predstava potem teh vzorcev, kateri so bili uporabljeni do praznikov. Potem pa pač spremljaš stvari, kako se odvijajo naprej, če delaš to sam. Ja, jaz bi se zapeljala tudi v smer dejanske prehrane, ker tudi to smo dobila dosti vprašanj, pa tudi to oba da dobima v DM se ogromno vprašanj od ljudi, ki ne sodelujejo z nama, ali pa pač tudi od strank vsakodnevno, ne. Zdaj, prehrana je res ena taka stvar, ki marsikdo bi želel odgovor samo, to je ena smer in je to. Tako kot, ne vem, 2 plus 2 je 4 in je to in ne more biti 2 plus 2 8, ne. Pač 2 plus 2 je 4. Pri prehrani ni tega. Pri prehrani je toliko različnih stvari. Me je tudi potem ena punca pisala v bistvu DM, ker je bilo dolgo sporočilo, da je tudi sama osebna trenerka in da je pač res hudo, ker si ne zna pomagati, ampak da ona, ko poje več kot 90 gramov beljakovin, ji postane slabo. In da se lahko drži nekega vzorca 4 do 5 obrokov na dan, torej ni tega napisala je 5 dni, zdaj sem malo zamešala, 5 dni višjih kalorij, potem pa spet padejo na vzorce nižjih, pač manj obrokov na dan, ne. Zdaj, tu jaz mislim, da ni enega odgovora, ne, in tudi mi dva ful ne rada bluzima, mešama neki zrak, ampak pač rada povema stvari tako, kot so. Zato tudi, če ste mi kdaj pisali ali pa mi boste, oziroma rajši ne, zato ker če mi kdo piše v smislu, hej Urša, jaz pa imam to pa to pa to, kaj naj naredim glede prehrane? Ne vem. Gašper ne ve, noben, ki ima znanje, ne ve. Na to ti bo odgovorila samo oseba, ki nima znanja, pa bo ti na pamet svetovala, ker ti ne moš osebi na pamet svetovati, če jaz ne vem, kako tvoji obroki izgledajo, kako si jih sestaviš. Tu recimo pri tej punci, katere vire beljakovin uporablja, ali je piščanca, ali je whey. Spet potem se malo bolj poglobiti v to, ker ni črnega pa belega odgovora, ne, ampak je včasih mogoče moraš iskati odgovor na drugih področjih, ne, in itak, potem glede prehrane je to tako zakomplicirana stvar, da če ti neki osebi napišeš, zdravo, jaz sem stara, ne vem, toliko pa toliko, toliko sem visoka, koliko moram jesti. Ne vem. Zato ravno pač je coaching ta stvar, kjer se vodi evidenco, ki laže, vodi
koliko si ti visok, koliko si ti star, spremlja prebavo, kolikokrat na dan greš na veliko potrebo, da se vidi, kaj človeku paše, kaj človeku ne paše in se na tedenski bazi, včasih dnevni bazi delajo neke prilagoditve, spremembe, ostaneš v stiku. Zato ravno pač je tudi coaching storitev, ki je plačana toliko, kot je plačana, ker pač ti moraš neke stvari nadzirati, če hočeš pač nekaj doseči, ne? In tudi prehrana ni črno-bela. Mogoče nekaj, kar jaz jem vsaki dan, bo neki drugi osebi bilo totalno mimo, pa ni šans, da bo pač to držalo za to osebo. Tako da to bi jaz najprej rekla glede prehrane. In tako kot je Gašper rekel, zdaj prehrana po praznikih, ponovim še enkrat, brez nekega guilty občutka, to je prva stvar. Gašper je rekel brez restrikcij in tudi, da se vrneš na neke stare vzorce, na katerih si bil prej, ne? Ker če si ti prej, ne vem, bil navajen imeti en obrok na dan, bo zelo težko, da boš ti zdaj imel 5 uravnoteženih obrokov na dan. Ne moš narediti take velike spremembe, ker je ful težko in zato potem traja to zelo kratek čas. Mislim, da so ravno po radiju rekli, da večina ljudi spusti svoje novoletne zaobljube v prvem tednu februarja ali do polovice februarja. Ne? Zato, ker je težko potem spremeniti svoj life za 180 stopinj, ampak pa začni počasi. Ne? Če si imel ti prej 2 obroka ali pa eno uravnotežen obrok na dan, daj pojdi zdaj na 2 ali pa 3, mogoče 2 uravnotežena obroka na dan, 3 majhni sneki, ali je to neko sadje, ali je to nekaj malega, toliko, da začneš ugotavljati, kaj tvojemu telesu paše, da daš prebavo on place in tu že, če boste poskrbeli, da boste zaužili dovolj vlaknin. Tako ti vedno rečeš, pač Maurica, ne? Da ti pač ješ sadje, zelenjavo, različne vire hidratov, različne vire beljakovin, vsega pomalo in tudi nekdo si misli, ko se odloči za coaching, ali pa je to mogoče razlog, zakaj se ne odločijo za coaching, da bomo mogli jesti vsaki dan iste obroke 365 dni v letu. Ne, pač ni, ker so obroki tako raznoliki med sabo, da se ti tega ne moš naveličati, ne? Pa tudi, če se naveličaš, se stvari switchnejo, se stvari zamenjajo, ne? Tako da, to bi jaz rekla glede prehrane, da se zaveda, da ste ljudje, da ni slabe hrane, ni dobre hrane, nikoli ni bilo, nikoli ne bo, samo pač živila se delijo na to, kakšno kalorično vrednost imajo. Imamo nekatera živila, ki so bolj bogata s kalorijami, pa nekatera, ki so manj bogata s kalorijami, ne? In tudi recimo, če greva zdaj, prej smo rekla Maurica, na sadje. Pa bo Gašper potem povedal za ostale stvari, bom začela pri sadju. Torej, marsikdo reče, joj, ne, sadja je, sadje ima ful sladkorja, sadje ima ono tisto. Ja, če ti zdaj se vsedeš vsaki dan, pa si daš 5 kil sadja, pa ga poješ, ja, itak je to dosti kalorij. Ampak sadje ni načeloma to neko živilo oziroma neka živila, ki so zelo bogata s kalorijami, ne? Torej, ti imaš na poprečno sadje nekje 50 kalorij na 100 gramov. Torej, če ti poješ 2 jabolki na dan, recimo 300 gramov, no, pa si zaračunajmo, zelo malo kalorij, ne? Če recimo za poprečno žensko spet zanajamo, ne, ampak je nekje med 1700 pa 2700 kalorij, spet odvisno, je, ne vem, 150 do 300 kalorij zelo malo. Spet pa imamo banane, ki so malo bolj bogate z kalorijami, ampak če ti poskrbiš, da pri vsakem obroku dodaš neko sadje zraven ali pa pri vsakem drugem obroku, bo to potešilo tisto neko željo po sladkem in te mogoče ne bo privedlo do tega, da boš ti zvečer prišel domov, se ti bo nekaj luštalo, pa boš pojedel celo 300-gramsko milko, ne? Tako da jaz bi rekla, dodajate sadje v svojo prehrano, ker pač res ni bav. Izvoli, nadaljuj, glede ostalih stvari. Čas potem nekako se skupaj nadaljujemo potem z viri beljakovin zdaj, itak je nekako že, no, pač ni logično, ampak polni aminokislinski profil oziroma vse tiste esencialne aminokisline, katere pač telo ne more sintetizirati samo, nosijo dan danes samo potem ti mesni viri v največji, bom rekel, neki meri. Potem pa še tako imamo potem vse te mlečne izdelke, pa potem tudi derivat sirotkine, beljakovine, glavne vse te zadeve. Ampak, da na primer, kako si strukturirati stvari, kako si strukturirati uravnotežen obrok. Jaz grem tu malenkost drugače vedno, ker vseeno delam potem pač odvisno, kaj je človeku cilj. Če je to človekov obrok pred treningom, pred vadbo, pred športom, pred tem, glavnem, tu številke potem varirajo in vedno bo potem telesni primarni substrat za vse skupaj bo vedno ogljikovi hidrati, bo vedno glukoza,
katera se potem lahko dejansko tudi v telesu shrani kot nek skupek, kateremu rečemo potem tudi glikogen, tako kot v skeletnih mišicah, tako kot v jetrih. In to bo pač tisti primarni energetski vir, tisti energetski powerhouse telesa. In zdaj pač dosti ljudi tukaj radi restriktirajo ogljikove hidrate, ampak načeloma so potem to tisto makrohranilo, katero lahko dosti krat tudi reši probleme. Zdaj, največji primer tega sem pač po moje tudi jaz, ko sem od tekme praktično pridobil potem 30 kilogramov. Ja, nazadnje, ko je bil Gašper tu, če ste gledali njegov podcast z Gašperom, je še tako smešno, ker če nekdo ne ve, da si bil na tekmi, po mojem res lahko misli, da si imel neko kožno bolezen, ker si imel še ten, pa je bil peči, pač flekas, ne, in je res tako gledalo, plus tega, imel si čiste blond laske, pa imel si, pač res si bil, Posušen. tik po tekmi si bil, ne, kar je logično. Tega se vidite Gašpera 3 mesece, pa po tekmi. Skoraj. Ja, skoraj. evo, povej dalje, sorry. In jaz sem največji primer, kak telesu potem dati, ko je na eni točki izstradano, kak ga nahraniti potem prav, kak ga fuelati prav, oziroma ne prav, ampak je vedno potrebno, dobro, ena je potem ta ekstrem, katerega sem jaz delal, ko je pač, ko so priprave na tekmo, pa potem kak dansko priti nazaj na zeleno vejo, konzervativno pa, da si potem dansko spodbudiš vse te neke funkcije v telesu, pa narediš telo najprej zdravo pa odzivno, zato ker je pač priprave na tekmo so res oni hamer, kak ga pač lahko daš na telo, pač odvisno, kak to delaš, s kom to delaš, kakve restrikcije grejo tu, kaki protokol je tu, ampak v večji meri bo treba to telesno maščobo pripeljati nazaj na neko dostojno točko, glede na, ampak to je potem spet ta stvar. 30-letni bodybuilder, kateri je imel za sabo že 10 let tekmovanja, njegova homeostaza telesne maščobe, njegova ta ugodna točka bo verjetno dosti niže, kot pa je to, ne vem, pri 19, 20, 21, 22 letniku, to pa samo iz tega razloga, itak to izhaja iz preteklosti telesne kompozicije človeka, ampak naprimer, jaz se ne počutim produktivnega, jaz se ne počutim dobro, mogoče se bom čez par let, ko dam par tekem skozi, v glavnem jaz se ne počutim dobrega pa produktivnega, ko ležim na 9 do 10% telesne maščobe, ne počutim se močnega, eksplozivnega, kar mi pač potem ne da neke dodatne vrednosti na treningu. In ko se pogovarjamo o strukturi obrokov, kaj se je meni tako najbolj spremenilo po tekmah, je predvsem to, da se mi ni še bolj restriktiralo ogljikovih hidratov, ampak da se mi jih je dejansko začelo prestavljati nazaj. Da je bil pač taki odziv, ko je dobesedno telo pač spužva, to je potem pogojeno z tem, bom rekel, malo bolj izpraznjenim stanjem, z tem diplitanim stanjem, potem dejansko ti vidiš, kaj je potem super kompenzacija. In to je en taki izraz, ko potem praktično filaš, ješ, overitaš, si poskrbiš, da imaš neki, bom rekel, kalorični vnos nad neko mejo, mogoče tudi overfeedaš in zato pač pravim, da večina metabolnih disfunkcij, težav z metabolizmom pri ljudeh, pa tudi obujanje človeka, tako kot se je mene moglo, govorim iz lastnega primera, bo vedno z manipuliranjem energetskega vnosa. Ker mogoče je tu vedno pri človeku tudi neka večja luknja v ozadju, katera pač treba nekako rešiti. In največkrat ta vzorec nekako opažam pri ljudeh, ravno ko imajo ta binge restrict pattern. To pa je potem en dan v tednu, ker pač popustijo vse bremze, si človek da duška, tresne v sebe 4, 5, 6 tisoč kalorij, v glavnem odvisno tudi to, če je to ženska, če je to moški, ampak večje meri opažam, da je to nekako pri ženskah. Ok, bova definitivno potem nadaljevala z ravno prenajedanjem pa tem, ampak sam please povej še do konca za beljakovine, ker si potem šel na sebe, ko si rekel ogljikovi hidrati, smo zdaj že prišla v prenajedanje, bomo se potem tega dotaknila, dajva sam nadaljevati prehrano, ok? Torej, zdaj sva dala skozi. Vlaknine naše telo rabi, torej sadje, zelenjava, dajte to vključevati, če želite biti zdravi, pač to je enostavno, ne.
Vsem je pomembno, kako izgledamo, ampak na koncu koncev je pač najbolj pomembno to, da si ti zdrav, da poskrbiš za raznolikost v črevesnem mikrobiomu, da imaš zdrave bakterije, da vse to pač štima. Tako da jejte Maurico, tako Gašper vedno rad reče. In dejansko tudi to, da pač naše telo preferira ogljikove hidrate. Ne? In tudi glede recimo strukturiranja. To samo da dodam, preferira jih, če jih zna izkoristiti pa uporabiti. Ne preferira jih v točki, ko je že pač, ne vem, ta naprimer pri diabetikih, zakaj je potem uporabi inzulin. Zato, ker pač telo ne zna samo procesirati tega, rabi zunanjo administracijo inzulina, da potem ta inzulin poskrbi, da človek lahko funkcionira normalno, da ne pride v hiperglikemični šok ali pa da ne pade potem tudi v hipoglikemični šok, če pač z inzulinom predozira. Zdaj, kar se tiče potem prehrane, da nadaljujem, tako sem ostal potem pri beljakovinah. Zdaj, tu bi jaz na koncu pri beljakovinah bom rekel eno stvar, ko je pač res tisto na vrhu hierarhije, pa to vam razlagam, ker sem pač naredil ta certifikat nutricionista od dr. Dwayna Jacksona. In je bilo res poudarjeno predvsem to, ni važno koncentracija toliko beljakovin na obrok, ker telo bo znalo to sortirati, pa tudi tisti, kateri mislite, ja, več kot 30, 40, 50 gramov ne bom dobil nobenega izkoristka. Mogoče ga ne boš, ampak vseeno je tu en aminokislinski bazen v telesu in pač telo bo znalo te stvari potem sortirati, ko bo potrebovalo. Najbolj pomembna stvar na hierarhiji je celokupni dnevni vnos beljakovin vedno. Da pa mogoče si bo to nekdo strukturiral v 3 feedingih, mogoče si bo to, oziroma v 3 obrokih, mogoče si bo to nekdo strukturiral v 4, 5 v glavnem, da res pač potem ekstremno, bom rekel, osebno dependent, pa predvsem schedule dependent, glede na človeka sploh, kar se tiče sestave obrokov na dnevni bazi, pa frekvenca hranjenja, ampak jaz izhajam iz sebe, pa izhajam iz tega, kaj delam ponovadi z ljudmi in jaz rad držim frekvenco hranjenja malenkost više. Torej, da se ne predstavlja ogromno bolus hrane, ker če dam jaz ženski z 50 mikrogrami 3 obroke, pa da je dam na obrok, ne vem, 800 kalorij, kaj lahko dobim iz tega, pač konstantno napihnjenost, letargijo, višek v krvnem sladkorju, potem bo dobesedno ženo zaribalo tak fejs, da bo pač dobesedno samo hibernirala cel dan in pač to meni tudi ni cilj, ker tako sem prej rekel, že da odvisno od telesne aktivnosti, pa tudi ugljikovi hidrati, pa vse skupaj, je treba razporediti te zadeve potem enakomerno, pa glede na to, kaj vam je cilj na dnevni bazi. Če vam je cilj trening, se potem itak, meni se zdi najbolj racionalno dan danes ciklirati ugljikove hidrate. To pa samo iz tega razloga, ker v sedečem stanju, ko ti počivaš, ko ti nimaš nogometa, nimaš teka, pa to govorim za vse atlete, ker na koncu vsi mislijo, ja, tisti športnik pa ima, ne vem, drugi tip vlaken razvitih, pa je potem to malo bolj gosto, pa ono pač ješ za performance telesu, je prioriteta ena stvar, to so ugljikovi hidrati, potem pa imaš definitivno še potem druge energetske rezervoarje, katere lahko potem koristiš v telesu. To pa je potem itak tekom same vadbe, pa to, kar je potem telesu dansko prioriteta, potem pokoristiti. Zdaj, cikliranje hidratov v bistvu pomeni, da enostavno hidrate razporediš. Ne? Zdaj, ponavadi vse, če gledava bodybuilderje, ne, ciklira hidrate na ponavadi. Da daš ti v bistvu na lower, torej ko treniraš spodnji del telesa, več hidratov, potem zgornji del telesa malenkost manj, pa na resdej še malenkost manj. Okay. Jaz tega ne delam na tak način. Ok, na kak način delaš? Jaz delam to predvsem na način, kaj človek rabi. Pač vedno bom pogledal slike, ok, ta del telesa se more do, ne vem, naslednje tekmovalne sezone izboljšati. Na ta del telesa bom potem jaz potisnil hrano, oziroma potisnil hrano malenkost više, ker bo to vseeno človeku potem. Torej, če ima nekdo noge za 3 moje, pa bo to dovolj, da bo pač on bil tekmovalen v tisti kategoriji ali pa karkoli mu je pač cilj, ali pa da bo, ne vem, prišel nek atlet, ko bo imel tek, pa bo imel tek 2-krat na dan, pa bo drugi dan bil brez vadbe. Jaz mu ne bom dal enako količino kaloričnega nosa, pa enako količino ogljikovih hidratov, pa tudi ne bom razporedil maščobe enako, v glavnem, zato je potem, ker je tu toliko stvari, da pač ne moreš tu delati one size fits all, pa tu ni nekih tistih da tak pa to more biti, ker tak pač je. Ni pač črno-belega odgovora, se to je. Ne, jaz sem se v bistvu rekla za večino, ker velika večina ljudi
po mojem mnenju je pač takšno, da če trenira fitnessu, si tudi sam razporedijo tako, da imajo, ko trenirajo spodnji del telesa. Več hidratov, zgornji del telesa, to so potem itak izjeme, jaz sem zagovorila predvsem fitness, ne? Ampak redko koga imaš, veš ti, ki ima noge gigantske, pa ima zgornji del mali, ne? Predvsem, če že gledamo, je malo drugače, ne? Ker če večina ljudi vprašaš, jim je spodnji del telesa fizično, psihično dosti bolj naporne. In tako potem ljudje, ki so, ne vem, delava tudi potem z različnimi športniki, Gašper je naredil ta tečaj nutricije, jaz ga še dokončujem, ampak Gašper dela recimo z tenisači, jaz tu delam z profesionalno tenisačico, odbojkašico, košarkaši in tu pač se moraš potem loti stvari drugače, ko pride 2 treninga na dan, ne? Pa je tu trening zjutraj za moč, pa je tu potem ta trening in spet performance je glavna stvar. Tebi je cilj, da ko ti priješ na trening, primer odbojkašice, se ona lahko premika po igrišču, da ni nabasana za hrano, ker ne bo nič isto, sej tenisač, košarkaš, ne? In tu se je potem potrebno loti stvari drugače, kot pa 5 enakomernih obrokov, ne? Tu se potem, ne vem, če povem v svojem primeru, recimo, da dam nek obrok urco pa pol pred treningom malenkost večji, da se ima to čas vsaj približno prebaviti, polešt, pa potem nek snack pred treningom, da daš pač neko stvar, ki ti malenkost hitreje tu zviša krvni sladkor, ki potem tudi plus zraven neka kombinacija, mogoče nekih maščob, ki drži neko energijo, pa se malenkost počasneje tudi potem prebavlja. Tako da, kak si se recimo ti loto prehrane pri profesionalnih tenisačih, ki recimo imajo zraven fitness ali pa nimajo zraven fitnessa? Mislim, pač bilo je tu dosti več stvari za mene potrebnih, torej frekvenca treningov, kdaj je ta tip treninga, kdaj je tisti tip treninga, kdaj je trening za moč, kdaj je tenis trening, pač je tu več stvari, ampak preprosto sem razporedil potem hrano na dnevni bazi, glede na to trening dopoldan, super kompenziram dopoldan, potem dejansko držim neko standardno linijo vnosa do drugega treninga, mogoče eno uravnotežen obrok vmes, dvignem ogljikove hidrate višje zjutraj, poskrbim za itak hidracijo med treningom, elektrolitsko bilanso, nekaj malenkost bolj, bom rekel, hitreje prebavljive ogljikove hidrate, kar je pač potem najpogosteje se uporablja maltodekstrin, ampak jaz ga ne rad uporabljam, sploh pri ljudeh, kateri so malo bolj odzivni, ker ima res tako zelo hitri čas absorpcije, pa potem tudi hitreje dvigne krvni sladkor in lahko človeka dobesedno potem že tekom treninga zabije v neki Če ga hipoglikemični prehitro šok. verjetno tudi spijejo, ne? Ali pa da ga spijo naenkrat, ne? Pač če je vse prehitro, je potem tudi odziv telesa prehiter, ker pač potem telo pride v enem takem šoku nazaj, da še res super kompenzira to proizvodnjo inzulina in potem ga lahko proizvede preveč, ker nima tega signala več in potem lahko človeka zabije. In zato pač rad vse te stvari malo bolj taktično in rajši grem na kak ciklični dekstrin, ko je pač ciklična verzija tega. Ja, daj tu povedati, ne? Torej imaš med treningom, poznamo več stvari, imaš ti recimo vedno uporabljaš Vitargo. Imam nimaš? ciklični dekstrin. Okay. Bi ti recimo priporočal med treningom, recimo neki profesionalni športnik, vse stvari štimajo, torej kreatin. Lahko poveš, kaj točno naredi v bistvu kreatin v telesu, pa recimo, čakaj še enkrat, da si organiziram vprašanje, kako naj vprašam. Da ne zabluzlam. Gremo dalje potem na, zdaj smo malenkost se dotaknili na teh stvari, torej predvsem kot trener je pomembno, da ti poveš človeku, ne, kdaj spiti, na kak način spiti, kaj pa kreatin, kaj ti misliš o kreatinu, ti ga uporabljaš, pa bi ga dal vsakemu recimo športniku, pri kateremu štimajo stvari, torej štimajo treningi, prehrana, spanje, vse štima, bi dodal kreatin. Dejstvo je, da potreba kreatina pri športniku bo dosti večja, zato gre potem vse itak do metabolizma, do funkcioniranja celic, do pridelave energije, do vsega, te stvari se nam spušča preveč detaljno, ker je tu ogromno procesov, pa ogromno stvari, ampak vsak, ki se ukvarja direktno z nekim načinom fizične vadbe, bi jaz res ekstremno priporočal, vsaj na dnevni bazi, da se mogoče implementira vsaj nekaj malega kreatina, če to ni pokrito, pravim če, ker da danes folk oziroma ljudje mislijo, da ja, zdaj pa rabim jaz dodatno suplementacijo kreatina. Če si ti 60-kilogramska ženska, pa imaš ti mogoče en navaden steak na dan, malenkost večji, potem jaz sem skoraj 90%, da lahko iz tega steaka pokriješ res ogromno količino tvojega potrebnega kreatina na dnevni bazi. In torej ti ne rabiš potem
naročati še tistega dodatnega kreatina, ker mogoče ti ne bo dal tistega potem izkoristka, pa mogoče je to vržen stran denar, tudi iz moje perspektive, ne. Ampak je pa res tak, tudi zboljšanje kognitivne funkcije, s kreatinom je bilo res dokazano, odzivnosti možganov, razmišljanja, kognitivni procesi, potem tudi itak, kar se tiče trening performansa, res tak nek drži lahko energijo, da prihaja, ker je tak pač mehanizem delovanja kreatina potem tudi deluje, ne. Ja, marsikdo tudi potem vpraša tukaj, kdaj je mat ali pa ojoj, zdaj pa nisem vzel takrat, po mojem mnenju res nima to take veze, zato ker zaloga kreatina v bistvu v našem telesu je nekako stalno in če ti en dan pozabiš vzeti, ne vem, pozabiš vzeti kreatin med treningom, ne bo konec sveta, če boš ti prišel domov, pa ga boš vzel zvečer, ali pa če ga boš pozabil vzeti zjutraj, če ga boš vzel zvečer, potem spet pač tako, kot je Gašper rekel, za neko žensko, ki mogoče ima 2 treninga na teden, pa ima 50 kilogramov, tudi če si bo naročila kreatin, ne rabi pretiravati s tem, ne rabi ga zameti zjutraj, pa med treningom, če je to 3 grame na dan, bilo kdaj, fajn je sicer, da pač je vedno približno istem času, ampak tudi če ni konec sveta, je to 3 grame dovolj, potem pa pri nekom recimo, če gledava zdaj tebe, mene, ok, ker vseeno je že nit na dnevni bazi recimo 10 do 12 tisoč korakov, potem nek kardio, treningi, ki so pač res težki treningi, pač to so... Tu potem ima kreatin tako vlogo, pri nitu, pri tem tipu vadbe, kot so koraki, kreatin, kaj dosti vloge iz moje če nekdo perspektive dela nima. samo to, če imaš ti v bistvu kombinacijo potem vsega, torej koraki, kardio, treningi naporni, pač da si res aktiven čez dan, potem pa tudi, če ti vzameš kreatin 2-krat na dan, 2-krat po 3 grame, ne, ti vzameš 2-krat po 5, ne? Ja, ampak spet, treba se je potem zavedati, da takele, kdaj je, ko hitela Gašper, dela malo ljudi se zna pripeljati do take in tu bo pač res sam tisti bodybuilderi, ki se znajo, pa verjetno tu seveda powerlifteri, to ne bom izzela stran, pač ker to so potem taki napori za telo, pač taki fizični discomfort iz vidika uteži, ne da bilo, pač vse posod je fizični discomfort pri vsakem športu, ampak tu so zraven res še uteži in je pač res si ti v borbi sam za sabo in nimaš zraven vedno trenerja, ko ti reče, evo, danes so 5 trening, ampak pač je vse na tebi. To je še potem tista mentalna stvar, ne? Pa če se pogovarjamo o fizični, ja. Tako da spet kreatin, meni se zdi, da je to res ena super stvar, vsak športnik, po mojem mnenju, če ga doda, bo res samo en plus, če bojo pač ostale stvari štimale, ne? Zdaj, če pa ti kot športnik nimaš osnov prehrane porihtanih, torej, če ti na dan ne zaužiješ dovolj beljakovin, pa ne zaužiješ dovolj mesa, tebi tudi, če ti ne boš nič pridobil od kreatina čez dan, tudi tisti kreatin, ja, sej bo, ampak ni to neka stvar, ki bo tebi rešila rit, če po domače ne znaš poskrbeti po neki kmečki logiki za svojo prehrano, da pač imaš res redne, uravnotežene obroke. Isto, kot če se potem premaknemo na vitamine, se je treba zavedati, da vsi suplementi je to suplementacija, je to dodatek k prehrani, ne, zato se tudi potem imenujejo prehranski dodatki, ker mene včasih tudi nekdo vpraša, zakaj rabim jaz to, in jaz vedno rečem, ne rabiš, pač nič ne rabiš na vse zadnje. Je pa fajn, če si ti 100%, da ti to, a pa če si ti 99%, da ti to dodaš še tisti 1%, da si na 100%, da lahko še neke stvari pač izboljšaš, ne. To so vseeno dodatki tega, dajte se tega zavedati, da najprej poskrbite za 4 do 5 ali pa recimo 3 do 5 uravnoteženih obrokov na dan, poskrbite, da imate dovolj beljakovin. Zdaj bi tu glede beljakovin rekla, da če grejo z 2 grama beljakovin na kilogram telesne teže, po moje ne morajo kaj fejst brcniti mimo, da zdaj ne kompliciramo. Je pa ful zanimivo, ker se z nadaljevanjem študij dejansko so tudi prišli do spoznanja, da je dejansko ful večja ta potreba po beljakovinah. To je bila ena pretekla študija, mislim, da od Henselmana, oziroma od Henselmansa. Zdaj pred parimi dnevi mislim, da sem videl, da dejansko potem lahko si privoščimo tudi od 2,4 do 2,8 grama na kilogram, ne, to je potem že, mislim, za mene mogoče jaz ne bi šel tako visoko. Sicer jaz imam tudi več, jaz imam tudi po moje 2,4. Odvisno od situacije. Pa odvisno spet, veš, lifestyle, ampak za ljudi, ki ne trenirajo v povprečju, veš, po moje, če grejo na 2, po moje ne morajo brcniti kafe. Ne moreš zgrešiti. Je pa tudi potreba po beljakovinah športnika, pa nekoga, ko pač preprosto samo živi, dela, razmišlja, pač vedno,
To je tudi glede suplementov, potem stvar konteksta. Zato, ker vedno bo na tistem supplement labelu, ko ga vi pogledate na tisti zadnji strani, ko vam bo pisalo, ne vem, imaš ta multivitamin, pa piše 2 kapsuli. Ja, ok, 2 kapsuli bosta bili za ženo z 65-70 kg, kaj pa za 120-kilskega hakla. Ja, ni Jaz isto, tudi 2 valjda. kapsuli dal, da bomo potem prišel mogoče, pa še to je potem problem, zato ker so ponavadi te stvari res, kar se tiče multivitaminskega blenda, res mikrodozirane. Zato, ker je pač skupek malo v eni taki tableti in potem pač praktično ne dobiš mogoče toliko, koliko bi mogel, ne. Isto je potem z temi esencialnimi maščobnimi kislinami. Tukaj je potem dejansko ista stvar, ne. Tu ponavadi piše 1 kapsula, medtem ko realna potreba, če ti že skrbiš za to, da ne vem, dovedeš sam kakšne stvari, da dovedeš kakšne ribe, losos, ne, da ti že imaš to na tedenski bazi, recimo ne dnevni, 4 oziroma 3 do 5 kapsul, ne, če zdaj ne rečemo, koliko imaš ti kilogramov, tam piše 1 kapsula, ne. Neka oseba, ki niti rib ne je, ki ne poskrbi za ostale vire, omega 3, 6, 9, ampak 3, nas pač najbolj pomembno, od 1 kapsule boš malo stvari imel, ne, in večina ljudi, po mojem mnenju, mogoče unpopular opinion, glede na to, da sem v fitnessu, meče denar stran za dodatki. Zato, ker se fokusirajo ne rešujejo problema tam, ko se mora reševati, ampak rešujejo vse posod drugje, ne. Torej, okej, isto, če smo recimo prej bila pri prenajedanju, pri nasplošno eating disorders, ne, se težave rešujejo tam, kjer se samo še globje zabrede v njih. Isto glede recimo suplementov, torej ljudje, ki ne vem, so podhranjeni, imajo neke težave, ali pa jim prebava nauke dela v sebi samo supplementi, nič se ne rešuje z prehrano, ne. Tega tu bi jaz rekla, rajši ta ekstra denar, ki ga bi vi dali v suplemente, vložite v to, da mogoče si plačate kako preiskavo, da si plačate, da si naredite mogoče alergijski test, da si greste preveriti encime, da si, ne vem, greste narediti kako gastroskopijo, da vidite, kaj je problem, še posebej, če recimo prebava ne dela, ne. Tako da tu, da pač rešujte problem od znotraj, ne pa od zunaj, pa iskreno po mojem metanje denarja v stran. So pa suplementi spet super stvar, če tebi vse štima, pol pa sem jaz definitivno pristaš njih in jih vsako jutro z Gašperom pojema celo pest, ker pač ostale stvari štimajo. Tako da, okej, če zdaj gremo nazaj k prenajedanju, tam, ko smo tudi ostala prej. Zdaj, tega smo se že zadnjič dotaknila dejansko na Q&A-ju, ne. In si imel ti kdaj težave s prenajedanjem? Ja. In kako si se tega lota? Kako sem se lotil reševanja težav z prenajedanjem? Mislim, eno je, ko se pač, to je spet vedno potem ta problem, ker malo drugače bi gledal na človeka, kateremu je vse dano na dnevni bazi, pa ni nikoli prišel do nekega res ekstrema fizičnega, da sem bil jaz, na primer, jaz sem imel težave s prenajedanjem zaradi tekem. Pač to je bilo čisto nekaj drugega kot to, kot je potem nekaj res dano, ampak moraš pač preprosto iz nekega takega vzorca potem priti ven. Najslabše, kaj lahko v takem trenutku narediš, je, da imaš binge, pa da imaš fazo prenajedanja, pa potem imaš restrikcijo skozi celoten teden. To je potem pač konstantni taki začaran krog in pač telesu, pač dostikrat bo tak človek imel pomanjkanje v prostem T3, to je pač prosti ščitnični hormon, in z tem, da se boš ti enkrat prenažrl, pa potem restriktiral, pa jedel mogoče še teoretično pod tvojim kaloričnim vnosom celoten teden, s tem ne boš reševal tega problema, ker ščitnica malenkost drugače deluje in je ekstremno senzitivna na ta energetski vnos. In to lahko potem vse nekako stimulira možgane v to, da se cel pač rabimo energijo, pa ti telesu ne davaš kaj dosti, ne. In tu se pač samo treba zavedati, ne se počutiti slabo, pa skočiti nazaj na dobre navade, kako hitro je to fizično možno. In jaz bom tukaj pač zaključil, ker ni tiste druge stvari, je pa potem tudi spet dejstvo, da dejanja pač pustijo ene posledice. Tem pač čim hitreje se nekako sprijazniš potem z tem, da si se pač prenažrl, pa se je zgodilo, pa si pač človek, se pač zgodi.
kaj so nama, pač v Dubaju so nama, meni on je rekel, če se nisi enkrat fajn nažrt tako, no, da si že kozal, skoraj se sploh nisi bodybuilder, ne. In pač tako, oni pač to res na takem, ker se pač, ne, se nekako pač človek potem več sekira z tem, pa pač preprosto treba zgubiti neko to emocionalno povezavo s hrano, zdaj kad rečem, pač te emocije, pa vidiš, ne vem, tisto, ko se ti sveti oni burger, pa si tak, ne, ampak imeti tisti, malenkost tisti, tisto samokontrolo. To pa dan danes se mi zdi, da je tista stvar, ko pač večina ljudi manjka, ker vsi bi dvignili roke, ko se pač kliče za to, da je napredek, pa da je boljši izgled poleti na plaži, doben pa ne bi potem naredil nekaj v tej smeri samokontrole, pa da res mogoče že začetek samokontrole to, da ne greš ven v petek s kolegi. Ali pa mogoče že začetek samokontrole to, da si ne privoščiš, ne vem, tistega burgerja, pa ko si v tistem zenu, da bi se ga res preveč nažrl, vstani se, naredi dihalno vajo, ali pa karkoli, to je meni ful pomagalo in tako sem, na primer, tudi dosti kar sem reševal, vstani se, zadihaj, pa se umakni iz tega prostora, v katerem imaš hrano. To lahko res pomaga, ono, in pač vse dihalne vaje, pač treba je telo samo pomiriti, na eni točki, ker to je pač vedno samo ta zen in to je pač tisti nek trenutni zen, v katerem pač si in pač kaj se je meni zgodilo, to greš, to pač poješ v kratkem okviru trojo, kot je pač ni jasno, ali spraviš sebe. To se pelješ tja, vzameš to se pelješ tja, vzameš to, pa še nimaš dovolj, pa se še pelješ tja, pa si privoščiš še to, pač je taki začaran cikl, ampak vse ga da rešiti. Ja, potem potrebna samokontrola vedno. Ne. Ja, zdaj recimo, če gledamo mi, da ko imamo pač izkušnjo dansko po tekmi, imaš ti tako enormno lakoto, ki je ti ne moš potešiti. Ker mi da zdaj recimo zdaj, ravno včeraj sem bila v McDonald'su in jaz sem pojedla 9 nakcev, neki krompirček in jaz nisem mogla tistega sladoleda na koncu sploh dokončati. Jaz sem se že z tistim sladoledom silila na koncu na prepu, pa po prepu bi jaz lahko pojedla 5-krat toliko verjetno, pa če ne še več. Pač res ti imaš tako lakoto, da to sploh ne moreš, ker je pač telo bilo tako depleted v tem. In če zdaj pustimo na splošno pač ta prep, pa to, tu bi jaz tudi rekla, tisti, ki ste trenerji, vem, da to v Sloveniji sicer ni razširjeno, ampak najslabše, kaj ti lahko narediš človeku po tekmi je, da mu nekaj počasi davaš kalorije, pač ne zvišaš v maintenance, če ne celo v surplus zaradi mentalnega stanja. Če ti ne boš dal ti telesu dovolj hrane, ja, oseba bo se prenajedala in bo na koncu itak na višjih kalorijah, kot bi ti dal, ne, tako da to za druga stvar, ampak jaz bi rekla na splošno ljudem, ki imajo težave z overeatingom, da nikoli ni rešitev to, da ti rečeš, fakt, zdaj sem se pa ga nažrl, tako je Gašper rekel, zdaj pa bom jaz pač ful malo jedel. Ne, pač tu je edina rešitev to, da si ti pustiš jest, da ješ intuitivno, da če se ti zjutraj skomunicirati to z ljudmi, ki so ti blizu, ne se tega sramovati, da če se ti zjutraj zalušta, ne vem, jajčka, si vzameš jajčka, če se ti zjutraj zalušta to, si vzameš to in predvsem ne prehranjevanje na ta način, da ti nekaj zalušta, pa rečeš, ok, bom si malo vzel. Ker vsi vemo, da greš v kuhno, je to en koš čokoladice, ni. Rajši, kaj naredi je to, da si vzami cel krožnik, pojdi v kuhno, se ti zalušta, ne vem, en koš čokolade, ok, poznaš se, ne se zatirati, pa mogoče si včasih priznati, nisem dovolj močen, da si vzel en košček čokolade in to je ok, nisem še tam. Pa si daj na krožnik res malenkost več, daj si na krožnik, ne vem, en toast, en koš čokolade, daj si na krožnik eno jabolko, eno pomarančo in ko boš ti se vsedo, pojedel ta obrok, je dosti manjša možnost, da boš še šel, pa še nekaj. Najhujše je tisto, ko se postaviš pred pult v kuhinji, pa si vzameš en koš čokoladice, pa en koš tega, pa greš malo na kavč, pa bi še to in takrat ponavadi pol prije tisto. Ja, pa jaz vem, zakaj. Ne, prenajedanje. Problem danes je, ker ljudje niso, jaz uporabim izraz, mindful of eating. To pomeni, da si ti, ko se vsedeš, da se ti umiriš. Da si ti umirjen, ker tako bo samo telo potem nekako skapiralo. Ponavadi se vsi ti binži dogajajo v nekem zenu, ko si pač stojiš, pa vzameš to, pa vzameš ono, pa dansko nekako se vsedeš dol, se nekako spoznaš, ok, to je luksus, da imam jaz hrano na krožniku, se malenkost umiriš, se poglobiš v obrok in jaz pač vedno pravim, da
celotni proces prebave se bo že začel, ko boš ti videl tisto hrano. Že takrat bo poslan signal, ok, zdaj pač je treba spodbuditi celotne prebavne encime, da je pač treba dejansko povzvečati potem tudi proizvodnjo definitivno sline, salive, tu se potem že dejansko prvi proces razgradnje potem začne in to bo, ko boš ti gledal tisti obrok pred sabo. Zato je pač največja težava na danes, da tudi ljudje, ko delajo na šihti, si sploh, pa v službah si sploh ne znajo vzeti časa za tisto hrano, pa spije tisti šejk, pa sploh pač ugotovi, da kaj so sploh kaj pojedo ali pa pač kaj tega, sploh ni nekega tega, sploh ne spoznajo, da so kaj vnesli v sebe. In zato jaz vedno rečem, da sploh glede na tak način bo potem tudi možno reševati vse metabolne probleme, kar so se pač zgojili za človeku, ker so se verjetno prišli samo zaradi tega, ker je preveč stresa, pa ker je premalo umirjeno stanje v telesu. Preveč simpatika, pa preveč parasimpatika. Torej, to je potem ta neki človeški odziv, pa sploh, kako centralno-živčni sistem deluje. Pa kako vsi ti procesi v telesu delujejo. Spremljam eno mamico, ful redno, in res mi je všeč njen profil, zato ker ogromno govori o tem, kako otroku predstaviti stvari. In zdaj, če imela kako dejansko otroku predstaviti hrano, in da ona rekla, vedno se ona do otroka obnaša tako, da ali ima pozitivno reakcijo, ali ima negativno reakcijo. Edina stvar, pri kateri nima reakcije, je hrana. Torej, ona enako reagira, če punčka poje vse, torej toddler, to je do katerega leta, do enega, drugega, tretjega leta, tam nekje, če poje vse, kaj ima na krožniku, ali pa če poje en košček, pa pusti. Da ne reče bravo, pridna, pa ne reče joj poredna, ampak samo vzame krožnik, reče si pojedla, ok, vzame krožnik in je to. In na ta način ona razlagala, ti otroku ne daš tistega, mamica je vesela, ko jaz vse pojem, jaz bom zdaj ful jedla, da bo mamica vesela, ali pa, mamica je jezna, zdaj bom jaz to vse pojedla, zato mamica ne bo jezna, ne? In tudi nikoli je rekla, da ne dava food on top, torej, da ne reče, če boš pa ti zdaj pojedla, ne vem, juhico, boš pa dobila piškot, zato ker, ok, pol je juha tu, piškot pa je pol više, torej piškot je pa nekaj boljšega, jaz hrepenim, potem jaz hlastam to, ker je to nekaj, ne, nikoli ne dava hrano na tak način in da mogoče tu juho, piškot, kaj bo vzel, ne, in tudi to se mi zdi, da itak verjamem, da vsak starš najboljše naredi, ampak da je vedno, veš, bilo, ko smo bili vsi mi, pa ogromno ljudi na tak način razmišlja, upam, da jaz ne bom, ampak da je vedno bilo, če bo to, bo to, pojej vse do konca in pri nas je vedno bilo tako, da se je vse do konca pojedlo in jaz ne morem iti pa ne morem iti v restauracijo, pa pol njo pustiti, halo. Zdaj smo že prišli do tega, da vzameš domov. Ne, prej je bilo vedno, ja, nabaši se, ne boš zdaj si plačal, zdaj pa boš to stran vrgel, ampak dansko nismo kante za smeti. In ena punca mi je rekla, da je ta stavek ima vedno v glavi, ko hoče nekaj, da pač hrana ne bo nikam šla. Da pač, hrana nima nog, to Gašper reče. Da če ti hočeš nek piškot pojesti, ok, pa ga res rabiš daj, pa vseeno bo še jutri tu, pa pojutrišnjem bo tu. In predvsem, če se zavrnemo na dansko prenajedanje, ne, da si tudi pustiti, da če se ti pa luša tisti piškot, daj vzami si ga. Vzami si ga, zato ker če si ga ne boš dan vzela, si boš čez en teden vzela 2 škatli. Pa se vsi dobro tega zavedamo, ne, da pač deluje na tak način. Tako da, ja. Zdaj, mi da bomo tukaj pri prenajedanju zaključila to epizodico, ker je že kar dolga. Hvala ti, ker si danes prišel sem. Eno stvar še samo za konec, evo, to se nekada ne smemo pozabiti. Oba z Gašperjem smo menjala trenerja od prejšnjič, ko je bil Gašper tukaj. Tudi dansko, tako si rekel, prenajedanje pa vse te stvari, kak je trener potem naredil ta zaključek tvoje sezone, pa dejansko je tudi bil razlog, zakaj si ti tega trenerja zamenjal, ne, in potem si našel novega trenerja, tako da lahko poveš, kak ti je zadela z novim trenerjem in kakšen je njegov pristop. To je tudi dejstvo, ker sem že jaz na eni taki točki, ko pač jaz ne rabim nekoga, ko me drži za roko. Jaz rabim samo, ok, to pa to je od tebe pričakovano, to je plan of action, tako jaz dosikrat rečem, pač to je tvoj neki protokol, tega se drži, pa zadnja taka stvar, kaj je ono, mladci uživaj. Fuck. Mladci uživajo, pač tega še mi doben ni nikoli nekako rekel, pač ja, ok, mislim, saj sem vedno imel nek ta balans, sem imel to, sem imel ampak ni bilo pač tak, da bi razmišljali, saj zato je potem tudi Dubaj bil izpeljan v tej smeri, ne, ker je pač Martin pač je rekel
ja, tak, pač ti boš dobesedno izgorel, če bo šlo tako dalje. In pač se jaz sem to čutil. Pač jaz zdaj čutim, 3 mesecev nazaj, ko se dobesedno zbudiš, pa si tak, nadledvičnice totalno utrujene, to je bilo stimulantna, vse živo, kaj je bilo pač možno in tu se pač potem vidi, da ne moreš outworkat telesa pa možganov in zato sem pač te stvari tudi naredil, ker jaz pač nočem, da se me tudi po eni strani z hamrom tolče po glavi za ene take stvari, kaj so mojim sovrstnikom, ja, ciljam više, definitivno se zato tu pač držim neki standard, pa za mene to zdaj ne pomeni, da bom jaz pač začel zdaj hoditi ven ali pa karkoli, ali pa tega pač ne sovpada z mojim življenjskim slogom, želel pa sem samo pikico več prostosti, pa da ne bo potem tako vse demonizirano. Ja, to je pač bil tisti glavni razlog. Predvsem tudi pač dansko odnos trenerja je ful pomemben. Pač, ti si prej delal za Kubo, meni iskreno njegov odnos ni bil všeč, pač jaz sem mnenja, da vsaka stranka, ne glede na to, če je to nek competitor, open pro competitor ali pa nekdo, ki pač je star 21 pa še nima pro karte, predvsem to, da ti kot trener, tvoja prva vloga je to, da ti sprejemaš feedback od osebe, da poslušaš, kaj ti oseba reče, da ne teroriziraš ljudi in pač tako sem rekla že na začetku, pa večkrat v tem podcastu pač nismo roboti, ne? In pač tudi to, da recimo ti na prepu nimaš enega off-obroka, pač to ni realnost, ker kaj pa pride potem po prepu, tisto je potem dansko neko stanje, iz katerega moš potem priti ven in je pač težko, ne? Mislim, se ni bilo tako, da bi ga rabo, ker pač jaz se zavedam, da je bil protokol bolj v tej smeri, da se najde, pač tu ima vsak svoj pristop, to je logično, definitivno in pač ko je pristop je bil tak, da se pač najde ene stvari, pa da se čim bolj vse standardizira, kar je pač racionalno in tudi jaz delam na tak način, naprimer, ko je pač prep, če pač nekdo ima neko družinsko, kakorkoli, neko druženje ali pa poroka ali pa tisto, to je čist nekaj drugega, če pač ne rabiš nekih stvari, pa da lahko to narediš na bolj uravnotežen način, pa da imaš pregled na tem, jaz bi rajši šel v tej smeri, da imam pregled na tem, kaj pač se človeku konzumira, pa da, ampak mene je zmotilo to, ker pač jaz nisem do mojih ljudi diktator, pa tudi nekako do tebe, pa jaz tebi ne govoril, ok, pač da mi ne vem, nekdo pove nek feedback, pa da jaz tega ne poslušam, pa da vztrajam pri svojem, pač jaz bom vedno najdel tisto skupno pot. Jaz se bom argumentiral mojo stran, jaz bom poslušal človeka, pa bom potem šel v tej smeri, da bo obema, ok, ne da bom jaz bil potem vedno tak, ja, to pa moraš narediti, zato ker to je pa to, ali pa to je moraš narediti, zato ker to pa si naredil z, ne vem, z tistim pa z onim, pa bom še transformacijsko sliko poleg poslal, pa bom naredil, ja, to sem pa delal z njim, zato vem, da bo delal pri tebi, veš, si fuke. Pač to naredi. Ja, se točno to. In pač zavedati se, da smo vsi različni, da ti lahko z eno stranko ubereš takšno pot, nekomu bo mentalno, če se pogovarjamo recimo kat, kar je dosti bolj normalno, torej zniževanje procenta telesne maščobe pri ljudeh, lifestyle strankah, pri nekaterih boš ti lahko šel 10 do 16 tednov brez off-obroka, z nekimi refeedi na hrani, na živilih, ki jih že imajo, nekateri pa bojo rabili vsak drugi teden off-obrok mentalno, ne telesno in pač treba je potem najti način. Zdaj, lahko povem še za konec, ti si rekel tudi do tebe, imam novega trenerja, ne? Jaz sem pa v bistvu šla od Meg, ki je žena od Kube, s katero sem bila pa jaz res zadovoljna, ampak sem šla k Gašperju, zato ker mislim, da imaš več znanja, mislim, da me boljše poznaš, imaš lahko večji nadzor nad vsemi stvarmi in tudi z vidika treninga sva oba dva naredila res progres z vidika in fizičnega izgleda in samih treningov, ker pač res treniramo 10-krat bolj na hard kot prej. Tako da to je to. Je hard, je točno, je bilo naučeno, je bilo prav naučeno in super, da je bilo naučeno, ampak je pa spet to uživaj. Ja, ni pikolovsko in tudi zdaj, mislim, ampak, ja, preveč je bilo prej diktatorstva na način, sej veš, pač pošleš video, ubiješ se tam in pol ti nekdo reče, ja,
Pri zadnjih 2 ponovitvah pa ni bilo tam 2 sekundi pauzice. Pa pač to je, veš, meni zafrkavanje v glavo in tudi, ko si recimo ti njemu pošiljajo videe, vedno je bilo nekaj za najti, neka Ampak jaz sem pač bedarija. vedel, jaz sem od ne. preskripta te stvari naredil, pač jaz tudi teroriziral mojih ljudi, ne bom tak fejst. Ja. Pač to je bilo pri meni ono res, ko se ti malenkost prsni koš dvigne, pa ti je nekdo tak, dvignil si prsni koš, pač. Ja, pač ja, Dvignil si mislim, prsni in kaj koš. zdaj, pač trening je kvaliteten. Pač fuck, ne. In tudi res, da smo res začela uživati v mislim, itak uživaš, ja, uživala sem tudi jaz prej, ampak zdaj sem začela res dosti bolj uživati, tako da je bila res to ena super odločitev. In ja, zdaj za konec lahko povemo še to, da oba sprejema stranke, na Gradual, spodaj pustimo link, to je tudi v bistvu na spletna stran. Zapišite v bistvu želenega trenerja, sprejemamo pa v bistvu vse stranke od lifestyle klientov do bodybuilderjev, tistih, ki si želijo tekmovati. Edini pogoj je v bistvu to, da si vi želite delati, ne? Ker ne more trener delati namesto vas, ne more trener vam skuhati obrokov, no, gledaj, mogoče čez par let bom imela tako VIP opcijo za, da si tam skuheš, ne, malo heca mora biti, ampak ja, dejansko želja po delu, iskrenost, iskrena komunikacija in to je to. Iskrenost, ja. Najna vrata so odprta, lahko se spodaj prijavite in hvala, ker ste si pogledali ta podcast, pa še enkrat srečno novo leto. Čau! Se vidimo.